daj takoj kup, zdaj, če si budala, pač noš kupo, bojo drugi prišli, bojo drugi zaslužili veliko denarja, ti boš pa pač še vedno delal za sistem. Mrežni marketing ni dejansko nič slabega. Ne, prav ta definicija ta pravega mrežnega marketinga. Ampak ta mrežni marketing so izkoristili za nategancije. Tako je, tako. Če ste budale, če tu ne zastopite, pol ni treba iti sem noter. Ne? Ona je imela tak sistem. Ne? Kljub temu, da te lahko recimo zelo dobro nauči za dropshipping, Amazon in polno je teh platform, ti rabiš vseeno vložek. Ne moreš iz nič, nažalost ne moreš narediti nič. Je že vrsto let pregovor money makes money in nažalost to drži. Ampak ja, kad ti nekdo zgubiš, obupan si, potem se pa najde rešitev. Ja. Valjda boš zagrabil, ne? Seveda, to je nekje to je v človeški naravi, no. Dejansko, da... Dragi gledalci, danes bomo govorili o prevarah. V današnjem času veliko Slovencem podleže raznim prevaram. Običajno je za to kriv pohlep, želje po hitrem zaslužku, na koncu pa vse izgubijo. Zato imam danes gosta, Marko Kneza. Živo. Ti, Marko, se ukvarjaš največ to kot hobi, malo snemaš videe in objavljaš malo informacije o teh, bom rekel, prevarah, ne? Ja, tako je. Imam že kar nekaj časa kanal, ker največ imam poudarka seveda na teh prevarah. Sicer zdaj v zadnje čase niti nisem toliko v tem, ker kljub temu, da je to hobi, ker je toliko to enih prevar, da če bi se hotel s tem ukvarjati res vsak dan, bi bilo verjetno tudi 24 ur premalo. No, treba ti čestitati za pogum, ker verjeten je pa kdaj tudi kakšen pritisk iz kakšne strani ali kako? Ja, predvsem saj na začetku ni bilo teh pritiskov, no, potem so se pa začeli kar stopnjevati. Bolj podrobno sem začel govoriti o določenih teh prevarah, bolj so se izvrševali pritiski, sicer je bilo to bolj kot ne v komentarjih, pa tudi v kakšnem privat sporočilu, naprej pa ni šlo, no. Ja, no, sej pol na koncu tudi ljudje ugotovijo najbrž, da si mu ti prav, čeprav to ne radi priznajo, ne, ampak je tako, ne. Ampak ja, vseeno moraš biti korajžen, tako da čestitke si vsekakor zaslužiš, ne. Zakaj si se odločil to delati? Predvsem zato, ker mi je sploh v zadnjem času, pa dajva reči v letu pa pol, mi je začel vedno več teh raznih sistemov prikazovati, predvsem na TikTok omrežju. In nekega dne sem imel vsega čez glavo in sem rekel, da moram pa nekaj narediti, da začnem vsaj ljudi opozarjati na to. In če se enega odvrne, dva od tega, da bi izgubili svoje premoženje, pa sem že naredil svoje. Ja, jaz sem prepričan, da si mrskoga odvrnil od tega in si zaslužen za to, da ni izgubil cel premoženje, ker poznam jaz primere, ker so hišo, ne vem, zastavil, da je vzel kredit in vse vložil v to in seveda čisto vse zgubil, ne. In v bistvu res zgubil čist cel premoženje, tako da to se dogaja, da to drži, ampak po drugi strani se pa sprašujem, ne, mislim, si te ljudje malo ne zaslužijo, da so nategeni, da takim pravljicam verjamejo? Ja, dejansko bi lahko temu pritrdil, čeprav zdaj je spet od sistema do sistema odvisno. V večini sistemov, no, sicer so nekje te žrtve največkrat mlajši ljudje, ker tudi mlajši ljudje novačijo seveda, so pa kakšni sistemi, si tudi verjetno kakšnega poznaš, ko so pa tudi že kar malo starejši ljudje ali pa starejša generacija, ki že imajo nekaj denarja, ampak enostavno očitno hočejo še več, kot imajo in jih potem ta pohlep uniči. Zdaj, očitno, da je to kljub vsemu, ker že daš nekaj čez življenjem, ampak očitno, da pride nek tak
moment, ko mogoče zgubiš malo kontrole in te ujamejo v past. No, zdaj so te neke prevare so res tako dobro narejene, da priznam, da bi tudi jaz spal na njih, ne govorim o teh Ponzijevih sistemih, ne, ampak ne vem, rečemo, kako... Jaz sem skoraj na TikToku, smo za eno firmo odprli račun in sem jaz šel to delati, ne. In ne vem, je to že nekaj časa nazaj, se ne spomnim, v glavnem jaz vpišem v Google TikTok in sem kliknil sponzorirano sporočilo, nisem njihov. In najpol upišite svojo številko telefonsko. In mi je čudno bilo, ne, sicer malo, ja, TikTok, ja, telefonsko, treba za preverjanje, pa to, ampak ti sem šel poraziskati, to je bilo neka nategancija, jaz bi se s tem prijavil na neko, da tiste SMS-e dobivam, pa plačujem fino, ne. Tako da hiter padeš, je pa doskrat, rečemo, tudi v teh mrežnih marketingih, sem jaz videl, ne, eni tudi najdejo svoj socialni krog in imajo pol neke vrste druženje. In že zaradi tega ne grejo ven, ne, tako da... Ja, tudi to, se zato pa te, ki so neki glavni v teh sistemih, točno bolj, ki ne targetirajo tudi take ljudi, ki jih znajo verjetno kar dobro oceniti in potem, tako kot si ti rekel, da jih privabijo noter, pol oni delajo, vložijo seveda v ta sistem, pa po eni strani morajo tudi to delati, ker prej se izkaže, da seveda ne služijo toliko, kot seveda se predstavljajo javnosti. No, jaz, mogoče sem, da ti povem, da boš vedel, jaz sem bil na ogromno teh predstavitev, teh nateganci, po domače povedano, tako da imam nekaj izkušenj, zakaj sem hodil, v nobeno nisem to vložil, ker mi na misel ni prišlo. Jaz sem to hotel, sem hodil, zato ker sem vedel, da te sisteme so postavljali strokovnjaki. Ja. To so najeli najboljše psihologe, marketingerje, strokovnjake za oglaševanje, strokovnjake za psihologijo, zato kako ljudi dobiti. In sem jaz rekel, jaz se lahko nekaj od njih naučim, pa ne, da bom zdaj jaz ljudi nategoval, ampak v bistvu, ne vem, jaz imam podjetje, ukvarjamo se z digitalnim marketingom, predvsem vse optimizacijo, da mi je znal boljš ta moj produkt nekomu prodati. In moram priznati, da sem se nekaj naučil od teh nateganci, ampak se pa spomnim, pri enem se prav očitno spomnim, kako so ko me nekdo povabil in to po mojem se točno ve, ne, ko imajo potem tam nekje, se dobijo, pa prej to 300 ljudi, ne, se točno ve, kjeri so novinci in verjetno to že vse prej zmenen. Do mene so pol pristopile 2 lušne punce, mlade, tako da noben moški ne bi rekel, da se ne bo z njim pogovarjal in kako so me to hvalile, kao zanimale se zame. Sploh niso nič o poslu, ne? Sploh nič, pa smo si telefonski izmenjali, pa to, pa pol me klicale, če bi šel na kavico, seveda sem šel, sem mislil, da me na zmene kvap, ne? Ampak pol tam se pa začelo, ne, da je ono v tem poslu, da to bi tudi jaz mogel jeti, ker to je tako, pa tako naprej, ne. Tako da imam nekaj izkušenj, zato ker sem to mogoče sicer malo na drugačen način včasih tudi raziskal tako kot ti, zdaj seveda v to ne hodim, ker me zdaj že preveč ljudi pozna in vejo, da sem prišel kaj nekaj špionirati, da bom nekaj poročal in tako naprej, ne, ampak je bilo to zanimivo, tako da gledalci tudi pejte kaj pogledati, se boste kaj naučili, ne, ampak nikakor pa nič vlagati, ne. To pa definitivno, ne. Ja. Marko, daj povej, katera pa je bila največja prevara v Sloveniji, rečemo v zadnjih 3 letih? Ja, verjetno, jaz bi si mislil, da je tako, kakor je tudi na globalni ravni, je po moje OneCoin, to je zelo veliko ljudi vložilo v njega, to je zdaj že svetovno znano, v bistvu, da je verjetno to na tek stoletja, obljubljali so milijone, milijarde, da bo to nek bil novi Bitcoin, da se vloži par centih in da bo to zrasel kakor Bitcoin.
na 100 000 evrov in seveda vsi so se videli že v oblakih, na koncu je pa pač to izkazalo, da je to daleč od resnice. Je pa ta ustanoviteljica tega OneCoina še vedno na begu. Bile so tudi neke informacije, da je mrtva, pa to, čeprav to bi bilo tudi zaigrano lahko. Lahko tudi, seveda. Mislim, zdaj jaz, če bi pri takem denarju toliko ljudi nategnil, bi tudi probal do tega pride, da ljudje mislijo, da sem mrtv, jaz pa nekje plastično operacijo verjetno lahko. Še enkrat to gnarja se da praktično vse. No, jaz sem nekje prebral, da je šlo 400 milijonov iz Slovenije denarja v ta OneCoin. Poznam pa ljudi, ki še zdaj verjamejo, da je to čist poštena, da je to vse pošteno bilo in da bojo prišli do svojega denarja, krivijo pa banke. Kao krive banke, ker so jim oni bili konkurenca. Ne? Mislim, zgodbe dobre potem sestavijo. Ne? Ja, to definitivno. Sem pa bil na tem OneCoinu, sem bil na predstavitvi, ne? Takrat sem še hodil, to je bilo po mojem 2016, ne. To ne moreš verjeti, ampak takoj, ko sem prišel, sem videl, da so to, celo enega človeka sem videl, ko smo mu enkrat, smo nekaj z njim delali, pa nam je denar dolžan ostal, ne, ampak tam je pa bil, ne. Pa veš, kaj je bilo tudi zanimivo, ko sem hodil na več teh zadev, to so vedno eni in isti ljudje bili. Mislim, polovica je bilo istih. Ne? Se to pravi, en sistem propade, on gre v drug sistem. Tako da, in glavni govorc je bil en mlad moški, ki sem ga jaz 3 leta prej spoznal in je on mene za eno drugo tudi na tegancijo non-stop klical, ne? Ampak je bil tak popolnoma ne samozavesten, se je videlo, da mu je bilo ful težko me poklicati, pa tako naprej. Ne? Tukaj je bil pa glavni govorc, veš, kako je govoril. Veš, to je bil druga oseba, kot takrat, ne? In govoril je, da bo neko OneCoin naselje naredil, kar neko mesto. Mislim, to so bile take pravljice, ljudje so ploskali. Bil je en Dolenček iz Dolenskih Toplic. Njemu so kar večkrat mikrofon dali, oziroma niti ne bom rekel, da je bilo mogoče zmenjeno, ker je bil tak goreč pristaš tega, on je skozi rekel, to je pa najboljša stvar na svetu, kar je kadarkoli obstajala in kadarkoli bo, in je rekel, jaz ne razumem, kako da ljudje tu ne razumejo, da ne grejo noter, in ljudje so v takih primerih, te ljudje imajo občutek, da so oni bistveno bolj pametni kot drugi, oni nekaj razumejo, kar mi ne razumemo, ne? In moram reči, da sem zelo vesel, da sem šel na tisto predstavitev, vse mi je bilo malo smešno, malo sem videl, no, seveda mi pa na misel ni prišlo, da bi v to karkoli vložil. In veš, jaz sem bil to po mojem na predstavitvi enkrat spomlad. In jaz zdaj, če imam prav v spominu, so oni rekli, da 29. novembra, zakaj sem se zapomnil 29. novembra, zato, ker 29. novembra je bil čas dan Republike Jugoslavije, drugače se ne bi tega datuma zapomnil, tako sem se ga pa. Da bo pa ta, se pravi, zdaj si ti lahko sam kupoval ta OneCoin, niso ga pa odkupovali. Rekli so pa, da 29. novembra ga pa bojo, jaz se zdaj ne spomnim točno, ali je bilo to 46 evrov ali 42, lahko da sem tu čist mim brcnil, ampak vem, da si pa ti lahko še tisti trenutek te coine kupil, če si jih kupil za ful denarja, si jih lahko kupil, bi rekel, po ene skoraj 10-krat nižji ceni. Ne se pravi, da ti bi za pol leta bi ti dobil 10-krat več. Ampak dobro, oni so pol tudi napovedovali, da to je šele začetek, da to bo šlo samo gor. In kaj je bilo potem 29. novembra, se prav spomnim? Neki so se zmislili, da se to še ne odkupuje, ampak so povsem podvojili coine. Ne? In smo kao zdaj še bolj za vas naredili. Ne? Seveda dali so jim še enkrat več coinov, itak, to je glih tako, kot da bi ti jaz rekel, ne vem, da ti dam milijon Tomaš coinov, ki itak niso nič vredni. Tako da
Meni je to fascinantno videti, zato se mi tudi ti pred, ko sem te tvoje TikToke začel videti, jaz sem te to skozi spremljal, ne. Na živce so mi šle tiste ženske, ki so skozi nekaj reklamirale, predvsem so mi šle na živce, zato ker so se delale norce z ljudmi, ki hodijo v službo. Tako, ja. Če bi one sam to reklamirale, da nekaj imajo še, ampak ono se je začelo, a boš tudi ti delal 8 ur na dan, ne delal, sužen, če boš sužen. Sužen sistemu. Ja, 8 ur na dan boš delal 40 let za neko mizerno pokojnino, pa tako naprej, ne. Meni so se z delovnih ljudi norce delali tako, da so mi šli zelo na živce, no. Pa, ne, pol tak video do konca pogledaš, pol pa ne 3 pogledaš, pol imaš pa algoritem, polno jih se ti pa... Pa se ti pa itak začne, ja, seveda. Tako da, daj pa kaj več povej o tem, kaj so te punce prodajale, večinoma. Večinoma so bile punce, ali pa saj mene so sam punce kontaktirale. Ja, ali pa lahko bi rekel, 98% je res punc. In privlačnih morala seveda, priznati, ja. Ker nekako najbolj seveda se targetira moške. Ja. Zdaj že iz neke te osnovne predispozicije, da moramo moški služiti in tako naprej, skrbeti za družino v tem smislu. Zdaj jaz sem sicer najprej naletel na iGenius, ki sicer mislim, da je malo manj zdaj aktiven v Sloveniji, ali pa saj mogoče zdaj mi niti ne meče tako ven. Najbolj zanimivo je bilo to, ker so bile sicer 2 frakciji in se med sabo niso marale, če ne bilo pa tak zelo podoben sistem, kot si ti prej omenil za OneCoin. Tukaj so seveda predstavljale, da je zelo lahko, zdaj sploh mislim, da so one binarne opcije, da to sam pač nekaj klikneš, zaslužiš. Dejva, niti jaz ne zastopam, pa gledalci po mojem tudi ne. Kaj sploh so binarne opcije? Najbolj preprost povedan je to v bistvu binarne opcije, je Forex na steroidih. Pač Forex ti daš, trguješ, določiš, si narediš target point, pa izhodni point in tako naprej, medtem ko tukaj pa na binarnih opcijah pa temu ni tako, saj večinoma ne, tukaj ti recimo dovolijo tudi trgovanje na 5 sekund. In seveda gre za ta pohlep, da hočejo ljudje čim več zaslužiti, čim hitreje in seveda večinoma v temu ni uspeha. Ne? Ampak najbolj so seveda to predstavljale, da je to lahko zaslužiti. Potem, tako kot si rekel, ko so te vabili na sestanke, seveda malo prej te pregledajo, seveda tvoje socialno mreže in tako naprej, ker je zelo zanimivo, da na TikToku sploh niso hotele se pogovarjati. Preko Facebooka, ne, večinoma, ali pa prek Instagrama, zato da malo prečekirajo tvoje ozadje. Pa telefon so čim prej hoteli. Seveda. To pa je pol so te pa klicali, ne? Tako, pa si šel na neko srečanje, tam so ti seveda probali oprati možgane in da vložiš v paket. To so ponovadi, saj ta iGenius je imel, mislim, da 3 ali 4 tipe paketov in seveda so hoteli, da plačaš ta najdražjega, ker ti se najbolje zate, najhitreje se boš tudi naučil stvari in največ zaslužil. Kaj točno je bil ta iGenius? Kako so ga predstavili? Predstavljali so ga na tak zelo dovršen način, ja. Marketinško seveda zelo dobro izpeljano, da je to platforma, kjer se ti učiš. In se ti lahko zelo veliko naučiš. Potem, glede na podatke, ki sem jih pridobil, teh strani, ki se s tem ukvarja, razkrivanjem skemov je na spletu veliko, so rekli in so raziskali, da praktično tisto, kar oni ponujajo, to dobiš vse zastonj na samem spletu, da je bilo zelo slabo zastavljen, je pa to seveda neka fasada, ne? Ker morajo biti legalni, ne? Navzven. Zdaj, ti, ki so bili v tem sistemu, so mogoče, da so zaslužili s tem, ki so prepeljali noter v to akademijo, platformo, mogoče 20%, ne? Medtem, ko sama glavna firma, pa tudi te, ki so za njo delali, so pa seveda največ zaslužili z samim novačenjem ljudi. Ne? In se pravi,
No, koliko pa so bili te paketi, ki si rekel, 4 paketi so bili, kakšne vrednosti je to bilo? Kakor se spomnim, mislim, da najcenejši bi tam nekje okoli 200 evrov, ta najdražji bil pa mislim, da 1200-1500 evrov. Aha, niso celo šli v višje. Ne, je bilo pa zanimivo, da so vsake 3 mesece ponujali za tega ta najdražjega vedno nek popust. Prikazovali so potem, ko so imeli ta druženja, ne? Tako kot OneCoin recimo v nekem mestu, so se seveda snemali, uporabljali isto hišo, istih 5-6 punc uporabljali, ki so bile v isti hiši, praktično so mogli same plačati potne stroške, baje, da mi je pa firma plačala, kar se tiče tega namestitve, se pa zmeraj v bistvu vse začne pa konča pri teh skemih, ki jih ti vprašaš za dokaz. In potem pa začne to obratno psihologijo, tako kot si ti že prej omenil, a ti sploh rabiš delati, a boš ti bil res sužen temu nekemu sistemu, ti si lahko free, denar bo kar pretekel samo od sebe in seveda razne drugačne neumne zgodbice. No, te so bili pol kar skromni, ker običajno te razne nategancije, to imajo tisti te veliki paketi, so bili, se spomnim, to že 10 in več let nazaj, po 2 jurja pa pol, 4 jurja in tudi več, ne. Tako da, in jaz sem to pol ne razmišljal, ne, seveda ti če 4 jurja vložiš noter. Rečemo, pred 10 letem je bilo to, kaj bi zdaj rekel, skoraj 100% je inflacija, ki bi zdaj 8 jurjev vložil, ne. In zdaj, če ti to vložiš ta denar, potem si res aktiven pri novačenju novih ljudi in tako naprej. Jaz sem, rečemo, kdaj iskal kakšnega partnerja za kakšne projekte, ampak, rečemo, spomnim se, da sem iskal, sem en projekt, Otto Krk, spletno stran, vse upisano, pa pol, da se apartmaje gor reklamira, pa take zadeve, seveda jaz nisem nobenih bajnih zaslužkov obljubljal, ker jih tudi ni bilo, nekaj bi se pa dalo zaslužiti, plus tega, mislim, še zanimiv posel, greš malo na teren, pa si v bistvu delaš, pa si na morju, ne. No, in jaz z vsem, ko sem se mislim, to je bilo interesa ful, ko sem iskal, ne. In jaz sem se pol se spomnil z enem dogovoru, bomo začeli, zagret čist, ne. Pa 3 tedne nobenega sledudnega, kličem, ne, kaj bote, zdaj sem še nekaj imel, zdaj pa še nekaj imam, pol pa začnem. In potem, jaz ga nisem več klical, on mene nič, seveda, jaz tudi nisem na neke pogodbe šel, pa to kažemo, ne, ampak kaj je bila moja napaka, tu sem šele pol pogruntal, ko sem se z teh mrežnih marketingov učil. Jaz bi rekel, ti človek, če hočeš ti z menoj ta posel, boš mogel nekaj vložiti. Ker tako imaš pol motivacijo delati. Pa ne vložiti, da meni daš, ne vem, boš dal, ne vem, jurja v ta projekt, ne vem, za oglaševanje, za karkoli, pol bi pa malo več interesa bilo, ne. Pa saj smo vsi ljudje taki, tudi jaz so ključno, jaz vem, ko sem šel na seminar od časnika finance, tam nekje leta 2003-2004, ki je bil stol 1-2 povprečne plače. 1 uro prej sem kaj prišel, sem rekel, da nam slučajno zamudil, ker je bila minuta dolga. Potem pa moj prijatelj, Aleš Lisac, ki tudi veliko so takrat sodelovala in zdaj tudi sodelujejo, je mu po enem trenutku, to je bilo pa leta 2008-2009, si pa pri njemu lahko seminar kupil, celodnevni, pa dobre seminarje, mu za 40 evrov, če si kupil komplet, mislim, da 23 seminarjev. Tam sem pa zmeraj 50 minut zamudil. Ne ceniš, ne, tako da, in mrežni marketing imajo to foro, čim več denarja ti morajo prevzeti, saj pol ne moraš nehati, ker je prevelika za bolečina za izgubo. Dejansko, v teh svojih videih si tudi veliko konti omenjal, sem prav izgovoril. Prav sem izgovoril. Lahko kaj več o tem poveš? To platforma, ki je zdaj že sicer ugasnila, ne dela več. To potem čisto ugasnejo. V enem trenutku se odločijo, da pač poberajo v znar in ugasnejo, baje, da so bili to Kitajci zadaj, je šlo pa za nek tak preprost sistem, da dejansko si ti vložil denar, dobil si seveda denar nazaj z gledanje filmov, reklam,
sli se čisto preprosto, se 5 minut na dan to gledaš. Je bila pa tukaj še malo bolj dovršena ta tehnika, ker so nekje enkrat, dvakrat, trikrat so si celo izplačali in to je bilo nekje 100% donos in seveda ljudje so zagrebili potem na polno, začel si 100 evri, pa si prišel že na 500-600 evrov, pa si pa videl, to je pa lahek denar in ljudje so začeli najemati kredite, 5000, 10 000 in še več evrov, so vložili noter, potem je pa to algoritem zaznal in je bilo konca z izplačili, noben se ti ni več oglašal. Imam pa sicer to ene informacije bolj take podrobne, ker je tudi nek natakar, ki ga poznam, me je vabil v to, pa ki mi je že povedal v osnovi, kako ta sistem deluje, samo jaz takoj rekel, lej, skem je to. Sicer je pa on vložil relativno malo denarja in ga je seveda zgubil. Ne? Ja, to je zanimivo. Meni enkrat en ponujal tudi 10 let nazaj, da bi neki denar vložil, donos 2-3% na dan. No. Sem rekel, ti na banki imaš 1% obresti, takrat je bilo še 1% na leto. Zakaj bi sploh bil v banko nosil denar, če tle tako fino? Rekel, lej, je. In potem je to ponudil eni znani Slovenki, ki jo jaz osebno poznam in jo imam za zelo pametno žensko, ampak veš, da je vložila v to. Ne moreš verjeti. Ne moreš verjeti. Tako da, moraš verjeti, kako ljudje take stvari verjamejo, tako da mene to ne moreš prepričati, ne vem, kva mi narediš, pijanga me ne moč prepričati. Ne, mene tudi ne, ker tudi tako bolj poznam te tehnike in vse, ampak je še zmeraj določeno število ljudi, ki jih bojo prepričali, seveda zato te sistemi obstajajo, bojo obstajali, vedno se novi ustvarjajo, je pa seveda na nas, da probamo čim bolj upozarjati na te stvari. Zdaj, jaz sem tudi prebral, da je to Konte aplikacijo preneslo več kot 120,000 Slovencev. No, evo, že to ti je povedal podatek, zdaj mogoče, da sicer vsak ni vložil, ampak... Aha, jaz sem prenosil, pa mogoče kdo tudi dvakrat, če je telefon za meno. Ampak če že sam tako računaš, če je 50% recimo vložili noter po 100 evrov, 200 evrov. Koliko je to denarja? Koliko je to denarja, ne? Je pa recimo gli za ta konti, zdaj sicer ne vem, so to isto ljudje naredili ali ne, se kmalu potem, ko je to glavno stran ugasnila, je nastala nova spletna stran, kjer so ljudje lahko za majhno plačilom so imeli možnost, da posredujejo svoje podatke in da bo potem ta firma terjala od kontja denar in seveda to je še spet... In seveda so obljubili, da bojo dobili, ne? Seveda. In kaj je bilo, mislim, da je 14 dni ali 3 tedne ta spletna stran delala, pobrali so spet milijone denarja in tako je ugasnala. No, tem pa vsaka čas za domiselnost, jaz se ne bi tega spomnil. Ampak kad ti nekdo zgubiš, obupan si, potem se pa najde rešitev. Valjda boš zagrabil, ne? Seveda, to je nekje to je v človeški naravi, no? Dejansko, da... Govoril si tudi o tem MyWorldu, ne? Jaz sem to nekako pol povezal, poprav me ti, če imam narobe, da sem tudi malo to seveda zdaj na ta pogovor se malo prepravil, sem malo googlal, da je to povezano s tem Lionessom. Lioness, ja. Se pravi, da je to neka ime so spremenili, po domače povedano, ne? Ja, to gre za zelo dovršen sistem, katerega ustvarjalec je Avstrijec Hubert Freidl, mislim, da sem prav izgovoril njegov priimek, seveda se skriva zdaj mislim, da v Južni Afriki ali kje, ampak ja, to je dejansko, ali pa vsaj nekdo je slišal že za imena Lioness, Lyconet, MyWorld, pa Cashback. Zdaj, čisto nazadnje, kar sem dobil informacije, se je MyWorld v Angliji se je preimenoval v Benefit for Me, tukaj v Sloveniji ne vem točno, kako je,
To je pa predvsem zaradi tega, ker seveda zdaj so te organi pregona, predvsem Avstrija, pa tudi Velika Britanija oziroma Anglija, so začeli malo bolj pritiskati na njih. Vse, če se gre pogledat, tudi v drugih državah so zelo omejeni ali pa prepovedani. Gre pa dejansko za po eni strani zelo prefinjen sistem, ker oni imajo v osnovi ta cashback sistem, kar z njimi nič narobe. Pač dobiš 1-2% na kartico nazaj, se to delajo praktično že vsi trgovci na to. Ja, in letalske družbe, te milje, ki zbiraš, to je tudi neke vrste. In do tukaj sploh recimo z njimi nimam problema, to je čisto legalno, potem je pa seveda ta skriti del, ki pa začnejo ponovati te isti ljudje, te novačiti potem naprej. Zdaj na zadnje so imeli aplikacijo oziroma nek Mediabox, ki deluje, oziroma naj bi deloval na podoben sistem, kot je Konti, da boš pač ti služil za gledanjem reklam. Seveda, to mislim, da že obljubljajo 4 ali 5 let, še vedno ne deluje, vedno so neki izgovori, kot si ti prej omenil, določen datum, pa ni, pa se spet nadaljuje, to so vedno neka nova testiranja in seveda to potegne za sabo vedno nove investicije. Nazadnje zdaj vem, da so spremenili celo pogoje, so pa tako zelo dovršeno naredili, da imel si opcijo, ali sprejmeš, ali pa ne sprejmeš, ampak v bistvu si v vsakem primeru na slabem. Torej, če ne sprejmeš, ti tako vse vzamejo, če pa sprejmeš njihove nove pogoje, pa v bistvu ti sicer nekaj pretvorijo v neke nove točke in tako naprej, ampak praktično, če hočeš spet kaj dobiti, moraš vložiti. Ponovno. Ti povem, jaz mojo izkušnjo s tem Lionessom. To je bilo nazaj več kot 15 let. Ja. In tukaj le Trebne, tisti, ki ste s Trebenga, boste to vedeli, tukaj je bilo to tako razširjeno, da ne moreš verjeti. To so imeli sestanke, to si v kakšen lokal si prišel, si videl, so prišli neki ljudje zrihtani, vsi v oblekah. Saj lepo, če se ljudje lepo oblečejo, ampak veš, smešno je bilo, ko se pa nekdo obleče tako, ko se pa ne zna, pa ko ga vidiš, da je slabega ne mislim kmet, moraš to znati malo skombinirati pa to, so bili smešni nekateri, no in to se dogajalo, tu so imeli sestanke, tudi ful so se kazali, po mojem zato, da bi ljudje rekli, viš, to pa je nekaj, da dobiš ti občutek. No in meni pol en moj prijatelj, tako, poznala so se že 20 let, niso imela neke stalne stike, ker pač še veš, kako je, zgubiš s kom, zdaj se ne skregaš, ampak sem ga cenil, vse, mi začne to razlagati. Da lahko dobiš 1% popusta na bencin na OMV Atomu. Jaz pa kot podjetnik sem zmerno tako gledal, 1% pa 1%. Mislim, na let, če to nekaj zapraviš, pa je nekaj 1%. Dobro, govoril mi je tudi pol v lokalih do 15%. In tukaj je bilo kar nekaj lokalov, ki si dobil s to kartico popust. In resno, jaz to kar nekaj po lokalih hodim, če mi dali 10% popusta, vsak bi se nekaj v letu naberal. Tako da meni, tako kot ste rekel, sem rekel, to je pa dobra zadeva, In potem me je zvabil tudi na en predstavitev, točno v enem Trebnem, ki je bilo, ena ženska je bila taka, po domače povedano, zajebana pa žlek baba je bila videti. Niti nekaj privlačna,
ona, ki je to predavala, ona ni, da bi zdaj bila prijazna, pa kaj ti vprašaš, da ti prijazno odgovorite, bilo vse zadirčno, tako tudi malo jezno na cel svet bi rekel. Ja, ja. Ne. In rekla, ste videli tam Audi od zunaj? Nismo, je bil že mrak, ko smo prišli, pa tudi jaz to nikoli ne gledam. Ja, 80 evrov sem dala za njega, sem ga vzela preko tega. Je rekla, zakaj sem ga vzela? Zato, ker jaz bom profitirala več kot 80 evrov. Če kako češ ti zdaj več profitirati, kot je avto bil, da mi to razlož, ne? In to je bilo tudi predavanje v tem stilu, ne, kao, hej, če ste budale, če tu ne zastopite, pol ni treba je sem noter, ne? Ona je imela tak sistem, ne. In veš, zanimivo, ne, jaz sem v ta sistem, se nisem šel noter, ampak da sem sploh šel na to predavanje, mene so zanimali te popusti. Ampak kadarkoli sem se s tem človekom dubil, pa tudi ta predstavitev, ni bilo pa nobenega govora o teh popustih, bilo je samo ti vlagaj denar. Ja, in ta kolega moj je vložil, tako mi je rekel, se točno spomnim, zato se spomnim, ker mi je bilo to bizarno rekel, veš, sem vložil neko pozicijo na Kitajskem, pa pozicijo v Indiji, ker to ima ful tega potencijala. Ja. Smislu človek, tu si denar stran vrgo, ne. Niti mu nisem rekel, neč, ki ga poznam, pa ki je bil toliko navdušen na tem, ne. Ampak kaj no, nikoli ni bilo več od tega človeka, tudi če ga še srečam, to neč več ne omen, ne. Tako da, ja, na koncu je. Ja, da se recimo to navežem, kar si ti doživel, se imajo dejansko še zdaj enako taktiko. Nekdo, ki je šel na to predavanje, ampak on je šel špionirati, dejansko je rekel, ja, da dejansko na to na enak način, daj takoj kup, zdaj, če si budala, pač noš kupo, bojo drugi prišli, bojo drugi zaslužili veliko denarja, ti boš pa pač še vedno delal za sistem, je pa seveda na vsake pol leta je nek nov sistem oziroma nek nov produkt, da v tem tako reči. Enkrat je Mediabox, enkrat vem, da so imeli neke storitve v oblaku, pol je bila delnica podjetja, da bo to ne, nova Tesla ali ne vem kaj. Seveda ljudje so spet veliko vlagali, neki so sicer dali malo za pokušino, da so se prijavili na neko, mislim, da je bila kitajska borza, sicer na neko sumljivo borzo, no, že to ti more dati malo misliti, in seveda nikoli ni od tega nič prišlo, ker je, da gre v tem sistemu to, če ti hočeš izdati delnico kot podjetje, moraš iti po nekih postopkih in to traja. In se vidi tudi v sistemih teh svetovnih in to traja leto, dve, da ti to speleš. Oni so sicer to hoteli kar v nekaj pol leta in seveda pa so se izgovarjali na borzo in ne vem kaj še vse. In seveda ljudje niso videli tega denarja. Ampak obstaja podjetje, ki se za ta LiveConnect ali kaj, ne, sem bral v Mariboru, ki ima 1.100.000 prihodkov, oziroma mogoče je bil članek star, tako da to je nekako, imajo tudi neko podružnico tukaj v Sloveniji, ja. Zdaj nazadnje je sicer še vedno to My World, Slovenija. Sem pa šel sicer malo raziskovati to, glede na podatke iz tujine, se to se da hitro videti, pa Bizi, to, kar je osnovni podatki, kar so, je dejansko 100% lastnik, je podjetje iz tujine, je bilo My World, Europe, ne vem, kaj so bile še končnice. Mi je pa zanimivo, da ravno to podjetje je šlo zdaj v stečaj. Zdaj pa, kako bo to načeloma, bi moglo potem tudi podjetje v Sloveniji iti v stečaj, kot so meni znane te stvari, ali pa da ga bo pač kupil verjetno kakšen benefit for me, ker spet že ta 10. preimenovanje, da je v tem reči LiveConnect oziroma mogoče to nisem preveril, mogoče so pa franšizo dali temu komu, posamezniku. Verjetno, seveda, ja. Ga pa je lastnik, ne vem, Janez Novak, pa to tlevod. Ja, ne, čeprav, kar sem jaz gledal, je prav 100% lastnik so bili tujci, ampak ja, je pa nekdo bil tukaj postavljen za šefa in da je pač vodil to celotno organizacijo tukaj v Sloveniji. A si kdaj slišal za SiteTalk?
Ne, to pa nisem slišal. To je bila pa, to so pa tudi meni predstavili eni mojstri. Eden je tudi kar znan, no, v Sloveniji, pa ga ne bi glih poimenoval, ne vem zakaj ne, ampak ne bi ga. To ne bi bil pa novi Facebook, kao, ne? Okay. In meni, ko so to predstavili, se mi ideja dobra zdela. Oni so predstavili, ne, Facebook kao ogromno zaslužil z oglasi in mi uporabniki nimamo pa nič od tega. In oni so pa rekli, ne, da ta saj to bo pa neki nam uporabnikom dal nazaj. In meni se je to zdela čisto, rekel, super ideja, ne? Ja, seveda. Ne, saj milijarde in milijarde služ Facebook, ne? Zakaj pa ne bi, ne vem, 20% dal nazaj nam uporabnikom, oziroma nekdo, ki na novo pride, je to zelo dober način, da se spromovira sam sebe, ne? Tako. In ja, ne, zdaj, sem rekel, to bi pa lahko bilo, ne? No in pa sem šel spet na neko predstavitev v Ljubljano, sicer to pa ni bila predstavitev za širše publike, so pa samo, ne vem, zakaj so to k mene hoteli dobiti, so celo 3 prišli z one strani, jaz pa sam. V enem hotelu smo se dobili, se še spomnim to. In sploh ni bilo nič govora spet v tem socialnem omrežju, kako bo to zalaufalo, kako bo super. Samo ne jaz kupim delnice tega sajtoka. In pojme, čez mesec spet kliče in meni razlaga, da zdaj pa spet ena dobra možnost za kup delnice, ki so izdali ne vem koliko, milijon novih delnic. Ja. Mislim, kako ti češ kar nove izdajati na nič? Ja. Ne? Ampak to so ljudje kar verjeli, no? Tako da zmeraj je malo drugačna zgodba na koncu. Ja, ker že nekje, to je dosti značilno, da če ti recimo najprej ti seveda omenijo neko storitev, da je zelo dobra zate in če dejansko potem kasneje, če takoj vidiš, da v tem sploh ni govora, pa da začnejo sam še v poslu govoriti, kako moraš ti vložiti, se sam lepo zahvališ, pa rečeš, adija, to pa ni zame. In greš naprej, svojo pot. Kaj pa za zlato kavo si slišal? Ne. To so starejše zadeve, ki ti še niste. To je tudi 10 let nazaj bilo tudi je bila neka zlata kava, ki je bil noter neki dodatek, ene kitajske gobe, ki zdrav čisto vse. In so bile predavanja v enem hotelu. Jaz pa tukaj moram popraviti spovedati, sem hodil na te predstavitve, zato ker so bile lušne punce. Nisem pa šel noter in mene, pa kdaj boš ti to imaš, To je bilo glih novoletna zabava, tam sem pa rekel, jaz ne verjamem v to, ker važno mi je bilo, da sem bil še na njihovi novoletni zabavi, ki je bilo res fino, ne. Sem si, ne verjameš. In en človek, ga še zdaj sem z njemu se dobro poznam in ga cenim, ne, samo enkrat omenil, sem rekel ti, on je pa propal, ja, to je pa unta glaven zajebal. Končni unta glaven zajebal, vi ste budala bili, on je že tako od začetka vedel, da vešče nategen. Ej, kaj v em hotel, tu si pakete ti kupoval, tiste kave, pa še kakav je bil, pa to, pa tista kava je bila, veš, doza kave je bila €1,50. In oni so to reklamirali, namesto da bi ti kavo pil v lokalu, ne, piješ pač to kavo, pa še zdrava je, ne. Samo ne, oni so primerjali cene kave z ceno kave v lokalu. Ne, pa ceno kave, ti ne moreš v lokal jeti, ti v lokalu tudi plačaš, da seveda, ja. Vidiš, da tista kava je čist poceni. Vem, jaz sem v diskoteku včasih tukaj in vem, da kava aparat, da je za ene kile naredil 160 kav, se pravi, da kava je čist zanemarljiv strošek. Tako. In oni so primerjali, ne z uno bar kafe, ki ti kupaš v trgovini, ne. In jaz vem, da so imeli takrat glih za tisto novoletno zabavo, nekaj so ljudje lahko tam, ker s kešom plačali paket. Jaz mislim, da je bil, tu so bili paketi, ja, tudi več jurjev, ne spomnim se kako. Tam so imeli
te robe prinesel, to je bil cel kup. In tu so ljudje sem hodili z denarjem, pa je sam štu, pa tisto kavo mi dajo. Ja. Ampak ta kava jih je tu koštala, mislim, to je tako, kot bi zdaj kupil bar kafe, pa bi nekje ljudje uvrst čakali, ki bi ga 10-krat dražji kupovali, ali pa še več, ali pa 20-krat dražji. Ali bi ga pa sam prepakiral neko novo znamko in zdravilno, in to je to. Tako, ne. In so celo doktorja dubili. Kao rekel je, da je doktor, morda sploh ni bil. Ne. Ja. Ne, kako je to zdrav? Kaj je tu? Vse zdrav ta zadeva, ne. In jaz sem pogruntal, sem rekel, Madonna, bom jaz pa pogruntal kavo z izvlečki iz bukovih korenin. Ja, no, evo. Pa nekaj, noben še ni rekel z bukovih korenin, da ima kaj. Enemu doktorju plačaš, da reče, da je okej, in je to. Pa je to, ne, tako da ne moreš to verjeti, na kakšne fore vse ljudje padajo. Ja. Ti si bil na katerih teh na kakšnih predstavitvah? Jaz se spomnim, da sem bil tako na Lajkonetu, pa potem tudi... Lajkonet, to je ta Lioness. Ja. In že takrat sem začel malo povezovati skupaj, pa takrat nisem načal, pol nazadnje so me pa probali My World, pa mi ni dala ta žilica miru, pa sem malo raziskoval, sem pa rekel, počakaj se to je Lioness. Na isto foro. To pa še na ene 2-3 na zelo podoben način. Ne spomnim se imena, ampak vem, da so bili včasih neki te izotonični praški, ki so ti ful pomagali, so ti seveda dali še zastonj, da si probal doma, meni se je zdel nič posebenega. In tudi so bili paketi seveda po kar nekaj evrov, samo da oni so imeli pa še na to varianto, da če si mogel mesečno kupovati. Določeno količino, če se hotel v sistemu vstopiti. Na ene par so me pa sicer vabili, ampak sploh nisem šel. Zadnja je bilo, ne spomnim se imena, ki je pa nek dolgoletni znanc, ki se nisva slišala let, ki se je začel kar nekaj zanimati zame. Ne. To je recimo že tudi ta red flag, če te nekdo kontaktira, ki nisi v stalnih stikih, da greš na kavico, imam en posel za te, nič ne košta, bom predstavil tega, posluš pa sam odločil. To je že red flag in sem mu rekel, čudno mi je, da si se javil po tokom cajtu, hvala lepa in sem odklonil. Kako vam je zdaj? No, sej, daj te mrežni marketingi, ki imajo odzad en izdelek, doskrat se naredi, da s tem izdelkom ni čisto nič narobe. Sam je 5-krat dražji, 10-krat dražji. Ja. In oni pravijo, da je bolj kvaliteten, mislim, da nas v današnjem času lahko ti vse, če nekdo tudi nekaj novega pogrunta, ti lahko to hitro skopiraš. Ja. Da boš zdaj rekel tudi, če vzamemo primer čokolada, da ena firma lahko naredi 3-krat boljš čokolado, kot drugo, jaz to ne verjamem. Ali pa karkoli, ali pa hladilnik, ali pa ne vem, ali pa gradbena firma hišo, ne vem, pač to tako je, ne, tako da... So verjetno sicer razlike, sam ne pa to takšne, kakor predstavljajo, ne. Je pa tako, kot posod, zato ti, ko imaš pač podjetje, s to vse optimizacijo, zgodba. Če imaš ti zgodba proda praktično vse, ne. Ja, zgodba, čeprav ne zdaj opažam zadnje čase, niti ni več teh, da bi, je manj teh, bi rekel, mrežnih marketingov, ki so neki izdelki od zadaj, da se kar vse digitalno, pa tako naprej, ne, se nič s tem ne ukvarjajo, ne. Zato pa mogoče še toliko bolj v porastu, pa še toliko bolj nevarno, ne. Ker je res teh prevar na spletu na tisoče in tisoče, ne. No, meni se enkrat celo naredilo, so me vrgli ven iz ene predstavitve, ker sem mu preveč provokativno vprašanje. Ne vrgli ven tako, ampak ki je bil odmor, po odmoru so mi povedali tam, ker se bi na novo začel, so rekli, lejte, za vas pa to ni, prosim, če zapustite. Pa sem zapustil, pa sem se še obrnil pred ljudmi, pa sem rekel, lejte, vsi boste denar zgubili. Sem rekel, če bo pa kako dobil, ne mi pa pride povedati, bom pa 6,000 evrov dal. In jaz sem bil tudi takole,
ker sem se že malo pojavljal, neke zadeve imel že, bom rekel, že 15 let nazaj, ne. Sem tudi neke ljudi učil, kako denar zaslužiti, ampak to so bile legalne zadeve, so bile dobre, no. Bila je neka spletna stran Skuida, se je imenovala, in tam čisto vsakmu, ki sem za to povedal, je lahko 200 evrov zaslužil na mesec, si mogel po vsebino gor dajati, v angleščini sicer. In ko so to delali, ne, pač to je bila, se takih strani je bilo več. Oni so pol prihodkov, ki so jih ustvarjali, so jih izplačali. Ja. Je pa tu začetnik tega bil Seth Godin, on je tudi avtor velikih knjig o marketingu, prodaji, tako da to je čist taka bila. In vsakmu, ki sem to povedal, če se je mečken v to spustil, govorim, to je 15 let nazaj, je 200 evrov zaslužil. V naši firmi smo to resno delali, smo zaslužili s tem 10 jurjev na mesec ali pa še več. Ne. In se takrat tako nekako ljudje so me poznali, ne, in sem bil pol tudi magnet, da so me vsi te kontaktirali. Seveda, ne. Ampak se pravim, sem kar šel, doskrat se tudi najdel, ne, rekel, veste, zanima me spletna stran, bi delate v vaši firmi, delamo. So prišli sem na razgovor, kao malo praža, ampak potem so mi predvsem začeli razlagati, kaj oni delali, in oni so bili v tem že marketingu, ne, in on bi rad spletno stran za to, ampak prišel sem, da bo mene prepričal. Ja. In pol je doskrat klic sledil, rekel, veste, sem se odločil, bi vzel to spletno stran pri vas, ne, ampak če bi se pa vi v ta naš sistem šli, ne. Ja, tako da to, pa jaz sem imel dosti baze ljudi, ne, in so me mrzdo me je hotel dobiti. Seveda, da bi imeli... Se me še zdaj hočel dobiti, sem zdaj imam manj teh pritiskov, zato ker javno povem, da sem vse to na teganci, tako naprej, in pol ne vidijo glih v meni neki potencial, da bi me sploh kontaktirali, ne, tako da... Ja, ker dejansko, tako kot si rekel, imaš te legalne MLM scheme, jaz to zmer nekje primerjam, mogoče najbolj tak primer za zastopati, recimo zavarovalnica, pa se vsem katera, isto dela na enak princip, vse, imaš mati, bi jaz temu rekel, glavno podjetje, pol nekaj ima sicer svojih zastopnikov, ima pa zelo velik dela potem teh agencij za njih, oziroma samostojnih teh zavarovalnih agentov, potem so pa še ljudje v teh agencijah zaposleni in pač oni tržijo razne produkte in ko pride do stranke, stranka kup in tukaj se pač konča. Jaz to nekako jemljem kot mrežni marketing, medtem ko pri teh scam sistemih gre pa to lahko 20 ljudi pod tabo, 100, 1000, kolikor si pač uspešen v tem. Ker sem pa gledal nekje definicijo tudi, da je uradno legalna MLM schema je, če gre do 4 nivoje. Dol, da to še nekje je legalno, čeprav 4 nivoje je že kar veliko. No, ampak se da. Se da, recimo. In ko je tam pri 4. nivoju, ko je pač nek končni uporabnik, končni kupec in je tam zgodba zaključena, je to čisto ok. Medtem, ko te seveda nelegalne oziroma piramidni sistemi, imaš zelo veliko imen, gre pa to praktično v nedogled. No, to dobro, da si to temo odprl, ko moramo gledalcem jasno povedati, vsaj moje mnenje je tako, mrežni marketing ni dejansko nič slabega. Prav ta definicija ta pravega mrežnega marketinga. Ampak ta mrežni marketing so izkoristili za nategancije. Tako je, tako. Jaz sem pred 20 leti moje podjetje uvažal baterije za Kitajske, za mobilne telefone. To smo delali biznis, tak sem stoj pa glej. Jaz sem iz Kitajske kupil za 1 evro, prodajal sem jih za 20 evrov in jaz sem mu pol neke ljudi, ki so od mene kupovali, ne, sem jim dal
več kot 50% popusta. Ne. Jaz, če sem bil za 1 evro, če sem mu za 5 prodal, sem bil zadovoljen. Seveda, ne. In on je mu pol tudi še naprej ljudi, ki mu je pa za 8 prodal, on je pa še zmeraj za 20 prodajal. Ne. Tako da to je bil tudi mrežni marketing. To je bil čist, rekel, legalen, mislim, čist nič narobe, ne, tako da, ampak je pa res, da poštenih mrežnih marketingov skoraj ni, zato ker propade. Ja, ne, seveda. Ker ne, zakaj bi jaz zdaj tam nekaj šel, mislim, nekdo, ki bi to delal, gre polo enega tazga, ki je na tegancije, ki mu obljubljajo ful zaslužko, ker tam mu ne morajo. Ne? To je tako, kot če bi zdaj, ne vem, en nov proizvajalec najde, ne vem, pralnega praška, ki ga vsak rab, ne? Pa bi rekel, ne bom nič dal jaz to reklamo, ne bom se prodajal v Mercatorju, pa to, bomo šli preko mrežnega marketinga in bi to res lahko šlo, samo to ne možeš ti zdaj pričakovati, da boš zaslužil 10,000 evrov na mesec. Bi pa mogoče, če bi malo delal, lahko zaslužil 100 evrov ali pa 150, ne? Ja, ali pa v teh ostalih mrežnih marketing, ki so legalni, ja, da recimo neko osnovno plačo, da se da verjetno zaslužiti, seveda moraš za to garati, ampak ja, da pa to zaslužiš 10,000 in več evrov, tega pa, te zgodbe so pa že šle. To je bilo mogoče, ja, takrat, ko si tudi ti začel pred 15 leti, ko ni bilo še toliko tega digitalnega marketinga vsega, ko si res lahko delal take stvari, zdaj pa že toliko vsega. Ne zgreš pa raj Facebook, glas na Facebook daš, pa je, ne. Pa je to, ne. Ja, tako da imaš prav, ja. No, sem se pa enkrat poigral z mislijo, ne, sicer nisem šel to in ne bom šel, da se da pa tudi s tem nategancijem zaslužiti, če si ti dosti pameten, pa te prav cajt ven vzameš. Ker une sheme, ki ti obljubljajo 3% donosa na dan, ne, jaz sem si takrat zračunal, pa sem pozabil, to zelo hiter povaren vložek dobiš, ne. In bi rekel, to moraš zdržati manj kot 30 dni, pa če ven potegneš, pa si zaslužil 100%, ne. Pa rečemo, pa lahko pustiš vložek noter, pa s tistem delaš, pa to, če ga zgubiš, nisi na zgubo, ne. Sam to je pod pogojem, da veš, da je na tegancije, pa da imaš mačkan sreče, ne. Ja, tega je bilo kar nekaj na YouTubeu, tudi takih sistemov sem gledal, no, ko so jih drugi predstavljali in so prav, za enega se prav spomnim, je bil ravno na tak sistem, je celo jasno ta povedal, ki je promoviral, je rekel, lejte, meni se na vse indikatorje, se mi zdi to čisti skem, je rekel, jaz bom ta prvo vložil malo denarja, da vidim, je imel po enem tednu 100%, je rekel, lejte, jaz bom počasi zvišoval, in dejansko je potem, ko je bilo prevečkrat že tako dobro, je rekel, lejte, jaz bom vas denar zdaj pobral, vi, ki šele zdaj prihajate, mislim, da je že kar prepozno, da raj ne vlagite denarja, ampak on je šel zavedno v to, ne, in je nekaj denarja potegnil, potem pa mislim, da 14 dni ali 3 tedne potem je pa so kar nekaj spet na stran ugasnili, tako da je še ta pravi čas šel on ven, no. Ti se ne spomniš tiste, ki so se delnice na KBM prodajale, ki jih je država prodala državljanem? Ne, to se pa ne spomnim, ne. To smo vsi imeli možnost kupiti in vsi smo pričakovali bajne dobičke. In res, država jih je prodajala, zdaj mečka na pamet rekel, mislim, da po 26-27 evrov, pa še pol si po enem letu si še si na 10 delnic 2 dobu za 100 ali nekaj takega je bilo. In ta delnica je šla takoj na borzi. Takoj, ki je šla na borzo, je šla na okoli 40, ne. Jaz sem to kupil na veliko, še staro mamo sem pelal, ker je bilo pol omejeno na državljane, ki je bil tak naval, ne. In en moj kolega me kliče, ki nikoli ni imel nobene veze z delnicam, prav ti, kaj s tem na KBM-ju? Je tu za kupiti? Seveda je za kupiti, ne, jaz sem staro mamo pelal, ne. In je rekel, bom pa tudi jaz in on kup, in pol čez en mesec sediva na kavici, prav on. Sem pa tako vesel, sem rekel, kaj pa prav 500 evrov sem zaslužil. Sem rekel, kako?
Je rekel, delnice na KBM sem prodal. Sem rekel, prodal si jih? Sem rekel, to bo šlo še ful gor. To ne vem, kva sem pričakoval. In on jih je po 40 prodal in je 500 evrov zaslužil. Jaz sem tu najbrž takrat razmišljal, da bo to enkrat 140. Jaz sem razmišljal, da bi jih še kupil. Da bi še, ne? Je rekel, ne. Je rekel, meni, tudi če bo šlo tu še gor, jaz sem zadovoljen, da sem 500 evrov zaslužil in to je to. In veš, se opravičujem, ker motem. Čisto kratek bom. Želim ti samo povedati, da takih intervjujev, kakor je ta, bo na mojem YouTube kanalu še veliko. In čisto vsak teden bo nov intervju. Imam že dogovorjeno z veliko zanimivimi gosti, tako da jaz ti predlagam, da si pogledaš tudi vse moje naslednje intervjuje. Če želiš biti preko maila obveščena, za te najbolj zanimive intervjuje, ki jih bom imel, v opisu tega videa najdeš link, pa ga klikni in tam spoln obrazec in za tiste najbolj zanimive intervjuje, ne za vse, sem za tiste najbolj zanimive, ti bom poslal mail, da ga slučajno ne pozabiš pogledati. No, vse te zveste gledalce bom pa občasno koga nagradil za kakšno lepo nagrado. Pač nekoga bom izžrebal, da bo dobil kakšno knjigo, majico ali pa kakšno drugo lepo nagrado. To sicer ni nagradna igra, da bom zdaj to kar reklamiral. Vi, ki tole gledate, ste edini, ki veste za to nagrado. In namerno nisem dal tegale obvestila čist na začetku, ampak sem ga dal bolj proti koncu, zato da se boste na to, se pravi na te novice, prijavili samo tisti, ki vas teli intervjuji res zanimajo. Tako da, še enkrat, v opisu tega videa imate link, kliknite ga in izpolnite obrazec in enkrat ali pa dvakrat na mesec boste dobili od mene mail o nekem novem zanimivem intervjuju. Ne, moje NKM delnice so pol na nulo šle. V bistvu država nas je razlastnila in tudi hvala Bogu, da nas je, da nam ni treba tam v tistem KDD-ju plačevati tiste provizije letne, pa ne vem koga, ne. Tako da ne, veš, kako te pohlep, mislim, kako ti zamegli, lej pa, ne vem, se poznavaš šele 1 uro dobro, ne, ampak najbrž me nimaš glih čisto za najbolj neumenga, da bi, ne, ampak, lej, koliko sem bil neumen, ne, koliko? Ja, dejansko pohlep, tukaj ni sploh važno, koliko si star, spol, izobrazba, dejansko, če te preveč ta pohlep zagrab, pa si lahko še tako pameten, izobražen, ampak če te zagrab, te zagrab. Je pa potem to, zdaj, če to vzameš kot neko življenjsko izkušnjo, je zelo v redu, da greš naprej, zdaj, če pa ne, imaš pa lahko verjetno seveda pol še težave večje zaradi tega in pol hočeš ta izgubljen denar nadomestiti. Zdaj, potem, kaj toliko teh scam sistema, verjetno kakšnega not vložiš in potem je ta začaran krog. Pol, ko enkrat že zgubiš, hočeš to zgubo nazaj dobiti. Tako je. Ne, in pol si ne moreš reči, zdaj bom nehal, ker ti imaš pol v glav, zdaj bom tudi okcajte delal, da bom na nulo prišel, pol pa neham, ne, ampak ti moraš vlagati, pa še več zgubiš. Ali pa dosti je takih sistemov, ali pa tudi nekateri, ki recimo trgujejo kripto in Forex, pa je, da se da zaslužiti nekaj denarja, ampak ja, to je verjetno zato, ker imajo pod kontrolo ta pohlep, ker recimo za začetek, če si sam preračunaš, če ti 10 evrov na dan zaslužiš, pa da imaš to neko konstantno, to je 300 evrov na mesec, ali pa 200-300 evrov, zdaj pa neki poprečni plači je to kar lep dodatek, recimo, ne moreš živeti od začetka tega, ampak ja, če imaš to neko kontinuiteto, pa verjetno lahko 2, 3, 4 ure, 5 zaslužiš,
kar je za slovenske razmere zelo, zelo v redu. Ne? Ali bi pa rekel, že kar super, no? Glede na kakršni so stroški življenja v Sloveniji. In, je to zelo v redu znesek za neko lagodno življenje. No? Ne more se glih preseravati, po domač povedan, razmetavati denarja, ampak se da pa živeti s tem. Ne? A poznaš ti kaj zakonodaja, a si ti kaj kaznovan v Sloveniji, če promoviraš nekaj, ki se pol izkaže, da je bila nategancija ali nisi nič, ali kako je to? Ne, to pa, kar se te zakonodaje tiče, to pa v bistvu ne vem, dejansko bi mogli pa kakšni te bolj pravniki kaj povedati. Nisem pa zasledil, no, da... Pa imaš kaj podatke, a policija to kaj raziskuje? Sej, ne vem, policija gre lahko na TikTok pa vidi neke sumljive zadeve, ne vem, ali kako sploh to poteka? Kakor imam malo podatkov, ja, sej se spravijo to delati, ampak tako kot posod po svetu, te postopki to toliko časa trajajo, pa sodni mlini, da preden dejansko to pride do sodišča, je podjetje že ugasnjeno, pa katerokoli je to, in praktično potem ni nekega epiloga iz tega. Si gledal tist, na RTV-ju je bilo o Kontiju neki prispevek, je tudi na YouTubu in tam tudi je ena sogovornica za Primorske, ki je celo to vodila nekje z neke pisarne iz Primorske, si gledal to. In sicer je snemala samo do zadaj, ne vem, zakaj se ne pokaže, in ona trdi, da je bila tudi ona zavedena, ne, in zdaj ona verjetno veliko ljudi noter v to dobila in je ona odgovorna, da so zgubili denar, ampak ona je rekla, jaz sem bila zavedena, kaj praviš na to? To je tak klasični skem sistem. Verjetno, da tudi zato ni pokazala svojega obraza, ker bi jo verjetno prišel Kdo kaj narediti? Kdo kaj narediti, ali pa saj v narekovajih prijazno obiskati, ja. Seveda je pa to nek ta klasičen odgovor, mene so zavedeli, jaz nimam nič s tem, je pa, jaz si saj mislim tako, no, moje osebno mnenje, da ker očitno je bila res pač ta vodja tega skem sistema v Sloveniji, da ona je verjetno zelo dober potegnila ven denarja iz tega sistema. Ne. Pa malo prej je mogla vedeti. Pa malo prej je mogla vedeti, seveda, pa verjetno prerazporedila na razne offshore podjetja ali pa račune in seveda se pa mora prikazati kot žrtev, ne. To je pa definitivno. Ampak veš, da pa poznam enega, ki je bil v nekem takem sistemu pred več kot 15 letem, pa ki bi vsem lahko rekel, da je na ven bolj legalno izgledalo, kot teh bi rekel, se z aviona vidi, da je na tek, ne? Tako je, tako. Je bil pa pol tudi uspešen pri novačenju novih, se ga je pa sodišče lotilo in zdaj že 15 let po dogodku še ni konc in se še zmeraj jebe in ga še zmeraj in on tudi trdi, da je bil zaveden, pa da je pol še druge zavajal. Ne bom zdaj rekel, da je to zgovor. Mislim, zgovor. Ne vem, to lahko pol vsak reče. Ja, seveda, to je ta najlažja pa zagovora. Pa ne samo za to, tudi za karkoli drugega, za bolj lahko to rečeš. Ne? Tako da taga pa je na J, se po mojem na koncu ga ne bo nič najebal, ne bo nič plačal, nič, ampak veš, ga je pa strah, živčenje, ker če se te pravosodje loti, ne, se oni imajo tudi sistem zavlačevanja. Ja. Se tudi traje dolg cajt, to je pri njih namerno. Zato, da če si tudi na koncu oproščen, si ti še zmeraj bil kaznovan, če so te 10 let tu gruntaš, a bo šlo čez, ali ne bo šlo čez. Zato se tudi velikih pogodi sodiščem, zato da je konc tega postopka, da ima mir in da je, ne. Tako da samo bi pa bilo treba to kaznovati, ker samo tako se lahko to prepreči. Ja, dejansko, to se popolnoma strinjam s tabo. Je pa
kot rečeno, ne, to te postopki trajajo, da tako, kot si ravno kar omenil, 15 let že in seveda, dosti ljudi si potem niti ne upa ali pa niti noče vlagati teh raznih obtožb, ker si mislijo, vse kaj, 15 let se bomo vlačili po sodiščih in konc noben ne bo imel nič od tega, pa raj pozabijo na tisti denar, ki so ga vložili in imajo kakor tako mirno življenje naprej. No, ljudi je tudi sram to priznati, ne, in so pol-rajtih, ne. Tudi to, ja. Tako da je tudi to. Jaz sem tudi že doskrat pozival, če bi Donald sem na intervju prišel, ki je bil žrtev tega, ki je velik, ki je vse zgubil, pa tako naprej, pa se noben ne najde, ne. Ja, raj se skrivajo, oziroma, kako si rekel, sram jih je, no, da bi se zdaj celotni Sloveniji izpostavili, ja, jaz sem bil zaveden, jaz sem upal na velike denarje, nič ni bilo tega, dajmo povedati ljudem neko resnico o tem. Kakšno je pa tvoje mnenje o teh, rečemo, ki imamo tudi v Sloveniji kar nekaj se reklamira ljudi, da bo ljudi naučilo zaslužiti je to pa preko takih legalnih zadev, ne vem, kako zaslužiti z dropshippingom, kako zaslužiti s prodajo na Amazonu, tudi kako zaslužiti s kriptovalutam. Kakšno je pa to tvoje mnenje o tem? To je zdaj tako, ja, to je pač nek, v osnovi je to prodaja storitev, kar ni nič narobe s tem, je pa verjetno tako, kot posod v biznisu, pa na teh predavanjih ali pa to, zdaj, če imaš ti nekega zelo predavatelja oziroma neko tako storitev, ki ti res ponudi neke prave informacije, je to čisto no. S tem nimam nič proti, je pa seveda verjetno dosti pa takih, ki prodajajo meglo, ne. Ti seveda obljubljajo, koliko te bojo naučili, ne vem kaj, na koncu te pa ne naučijo, kaj dost, je pa seveda, ljudje pozabijo, da kljub temu, da te lahko recimo zelo dobro nauči za dropshipping, Amazon in polno je teh platform, ja ti rabiš vseeno vložek, ne. Ne moreš iz nič, nažalost ne moreš narediti nič. Je že vrsto let pregovor money makes money in nažalost to drži, ne. Dokler ti ne prideš do nekega kapitala, saj mečkanga, da ti nekaj probaš iz tega ustvariti, iz nič ne bo nič. No, zdaj, enkrat smo eno stranko jih nam prišla, ko smo nekaj delali, je povedala, da je nekje plačala kar velik denar, mislim, da je rekla 10,000 evrov, za neko izobraževanje, kako zaslužiti z Amazonom. In potem so ji pa še povedali, da mora imeti, če to začeti delati, da moraš imeti, ne vem, 20 ali 30,000 evrov. Ker ne, poleg tega seminarja za 10 ur, moraš pa ti še pripravljen vložiti v oglaševanje, ne, da se naučiš, ne. Se tudi rečemo, naše podjetje se ukvarja tudi s Facebook oglaševanjem in ko se s kom pogovarjaš, pa prav, jaz sem ful dobro v Facebook oglaševanju, jaz ga vprašam, koliko pa ti zapravil denarja na Facebooku, ne. In zdaj pač, če mi bo rekel, da ga je zapravil 5,000 evrov, to ni nič. Tu se nisi tiš nešto, če si pa milijon zapravil, zdaj pa moraš nekaj znati, ne. Tako, ja, ne, dejansko je to tako, ja. Ne, tako da, in ta znanje ni tako enostavno, ne. In bom zdaj rekel, ne, te dva sta pol zapravila 20,000 evrov, ne, zapravila sta 10,000, to sta bila par, zapravila sta 10,000 evrov za izobraževanje, pa 10,000 sta še v reklamo dala, pa sta pa videla, da to nima smisla in da ne bo šlo. To sta bila človeka stara nad 60 let, ne, se pravi, ampak tudi že 5 let nazaj, kar smo imeli, tako da te dva človeka sta zdaj stara 65 let, ne. To so človeka, ki nista z računalnikom zrasla, ki pojma nimata v tem in lej, jaz se spoznam na digitalni marketing, pa bi se po mojem mogel en let fejst truditi, da bi meni pač ni sigurno, da bi mi uspelo kaj preko Amazona zaslužiti, ne. In zadeva je čisto legalna, ampak eno malenkost spustijo. Ne povejo, kako je,
težko to zaslužiti. Dejansko, ja. Ne, to spustijo. Nekateri, ne bom rekel, da vsi ne, in tudi dejansko eni služijo, Ja, samo da ti, ne, pa on ta svoj tečaj nekomu proda, ki je star 65 let, ker nima šans, ker je druga generacija, ne, še jaz sem old-timer za te digitalne zadeve, ampak Tako. ker me je to že od malega zanimalo, nikako še klubujem, da ne zastanem čist, ne. Tako da to je po mojem problem. Pa tudi potem se zavprašati, ne, zakaj zdaj nekdo, ki ful dobro služi milijone, ne, za 200 evrov neki seminar prodajal, pa še druge učil. Ne. Daj ti raj tisti cajt, služi tam milijone, ker že itak imaš. Ne. Ja, to je najbolj to neko klasično nategovanje, se lahko temu rečemo. Glih na ta princip, ker če se ti res vprašaš, pa sej v tujini je tudi, recimo, meni se zdi osebno nategun, zdaj kako ostali, recimo na tak podoben način je Američan Grant Cardone, ki vem, da je šlo kar veliko Slovencev. Za njega sem veliko slišal, ker so neki Slovenci so ga celo reklamirali, ampak nič ne vem o njemu. Ampak je recimo na isto varianto, ne? On promovira seveda na to klasiko, koliko ima on denarja, da to je uspel iz nič. Na koncu pa zdaj, mislim, da mi je Facebook ven metal že oglase, da za $25 prodaja nek webinar in take stvari. Čakaj malo, ti milijone tam služiš z nekimi projekti in to, in ti už pa zdaj enemu average Joe, kakor pravi Američani, boš ti prodajal za $25. Mislim, to že je ono kontradiktorno, no, bi lahko rekel. Ja, seveda pa prodajajo tudi te izobraževanja za par tisoč evrov in je zdaj tudi počas ljudje iz tega sistema, ki so bili noter, tudi že prihajajo na plan, pa se upajo povedati tudi javno, sploh v Ameriki, no, da to je v bistvu kot nek kult, ne. Ti, ki so noter, da so kult, da moraš to skozi nekaj izobraževanja kupovati, če hočeš v sistemu ostati in novačiti nove ljudi in tako naprej. No, jaz tega ne poznam, bi pa je pa prav, da nekaj povem. Ne, jaz sem prej omenil, da sem tudi te ljudi učil 15 let nazaj, kako zaslužiti. Pa smo imeli neke dobre sisteme in dalo se je, ne. To tudi, če boš mojo knjigo prebral, boš videl, smo tu delali neke AdSense strani. AdSense, veš kaj, to so te oglasi. Mi smo naredili spletno stran, temo umetni nohti, laki za nohte, frizure, in ko smo dali z dober SEO, smo znali narediti, ampak za Ameriko, ne, smo prišli v Ameriki, ne vem, pod ne vem, neki Nile Design na prvo mesto v Ameriki, in to je bilo ogromno obiska in to je bilo denarja. In sem tudi druge to učil, ne. Tle bi zdaj tudi meni lahko kdo rekel, zakaj si šel druge učiti, pa jim tudi to računal, ne. Bi zdaj moj odgovor bil, zakaj sem jaz to delal? Sem zato delal, ker sem hotel narediti eno skupnost nas, ker sem vedel, da nisem jaz toliko pameten, da bi vse vedel, in sem vedel, da če bi nas več bilo, več glav, več vene. In jaz tudi pri tem svojem SEO poslu, jaz sem bil zmeren, da se s konkurenco, in sem tudi delal, s konkurenco, da se dobivamo, izmenjujemo izkušnje, pa smo tako vsi močnejši. Ne. Jaz sem se rečemo še s trem, se pravi 4 firme smo bili, ko smo se s tem resno ukvarjali, smo se redno dobivali včasih. Ne. In ko so prišli kakšni problemi, smo jih vsi reševali, pa tako naprej. Ne. Tako da mogoče je tudi možno, da tudi ta Grant Cardone je v tem misel ali kaj tacga, ne, pa neko skupnost se čez zgraditi, pa tako naprej, ne. Je pa, jaz tujino spremljam malo, zato ker imam malo probleme z angleškim jezikom, nisem mi to nikoli ni šlo, ne. Spremljam pa, sem pa spremljal iz področja SEA, ne, neki kao strokovnjake, pa tle sem pa jaz kar dober, sem pa mrske videl, da je bolj sam nakladanje. Da sem to, ne, tako da je. Pevo, zdaj pa še malo na kriptovalute. Ti imaš tudi na TikToku, imaš kriptobrat profil, ne? Pa objavljaš nekaj... Ja, bolj sem ga imel, no. Nekaj časa sem bil
ne morem reči čisto noter, ampak sem spremljal te kriptovalute. Jaz sem si sicer rekel, ta prav cajt izplačal ven, ker tudi nisem nič izgubil. Seveda, jaz sem pa takrat sem sicer vložil 500 evrov, sicer to ne moreš seveda neki bajne zaslužke imeti iz tega, ampak ja, se pravim, sem izplačal si ven, tako da brez izgube. No. Sem pa saj malo dobil občutka, kako to deluje v tem svetu. No, pa kakšno je tvoje mnenje o kriptovalutah? Zdaj, to, kar je glavno, kar so te neki glavni, ti tokeni, žetoni, kako to so sploh po slovensko se pravilno reče, Bitcoin in te stvari, zdaj to, če si ta prav čas vložil, ja, se da nekaj zaslužiti, seveda spet ne s 100-200 evri, zdaj tiska prav, kad delajo to dosti ljudi za te izračune, ja, pa si bi vložil 20 let nazaj ali 15 let, ko je prišel Bitcoin ven, pomoč 20 let, kot se spomnim, ja, pa če bi takrat vložil 200 evrov, 500 evrov, bi bil zdaj milijonar. Multimilionar, ampak mogoče, če ni cela nič 1% teh ljudi, ki bi držali toliko časa, bi si prej izplačali. Je pa nažalost, koliko posod, in to daje neko to črno piko na kriptovalute, je dosti zdaj teh žetonov, coinov, ki v bistvu delajo na scam sistem, Američani pravijo rock and pull, to pač pomeni, da ti napumpaš neko skupnost, da kupijo in v trenutku, ko začnejo ljudje potem, ko gre to javno ven, začnejo kupovati, cena gre gor in pač prodajo. In to služijo tisoče in tisoče evrov. So prav v skupnosti teh nategunov na spletu, v bistvu, ko se vidi, ko imajo te vzdelke sploh na mrežu X, ko so praktično pa vsakmu temu tokenu in so že red flagi. Je pa tako, to je vedno pri teh kriptožetonih je to tako, da težko je zdaj to točno določiti, ker to v bistvu ni fizični denar. Zdaj za Bitcoin so govorili, da se bo dal ne vem koliko vse plačevati z njem. Mislim, da v Sloveniji je to še kar zelo malo plačljivo s tem. Mislim, da sicer... Če se prav spomnim, so provizije zelo velike. Če kavo plačaš več provizije, kakor te dejansko. Zdaj mogoče, če bo kdaj to v prihodnosti kaj bilo boljš, ali pa če bo to bolj razširjeno, ali pa če bomo sploh nekje v prihodnosti mogoče imeli samo digitalni denar, mogoče ja, če ne pa to tako, ja, da če res nisi 100% v tem, ali pa da si neki dnevni, mesečni trader, mislim, da je kar zelo težko zaslužiti. Ampak rečemo pejva na Bitcoin nazaj, ne na druge, ki je pač prva pa najbolj znana kriptovaluta, ne. Pravi, da je to digitalno zlato, pa ne vem kaj, ampak kaj ne bi bil vrednost Bitcoina ti, če ga imaš? Ker rečemo, ne vem, ne, zlato ti imaš. Zlato se tudi uporablja neki v industriji, malo ga za nakit se uporablja, ne, pač to se ne more kar spremeniti, da bo zlato pa zdaj čez en let pa nepopularen več, pa ne bo več prstanov, pa to ne bo prišlo po celem svetu, ne. Tako da jaz, zakaj to sprašujem, ker ne razumem tega, pa če mi mogoče ti znaš razložiti. Jaz zdaj to nekje gledam, sploh zdaj v zadnjem času, tudi ta Bitcoin in to kot samo nek dodaten način služenja teh borznih posrednikov Wall Streeta, zdaj sploh, ko so v Ameriki to sprejeli, da lahko te fondi vplačujejo, mislim, da je ECF, kako je ta kratica, ko so šli milijoni noter, zdaj v ta Bitcoin in je dvignilo ceno. In je dvignilo zdaj ceno in to je pač neka cena, ki je narejena ali pa ustvarjena na nekem pričakovanju. Dejansko, kako si rekel, to nima nekega otipljivega rezultata, oziroma da ti lahko neko stvar primeš. Ne? In veliko ljudi se ravno to boji, da nekega ne bo pa pač, ali če je kakšna kriza prišla ali karkoli, da bo šlo to pa spet dol. Ne?
In takrat bo veliko ljudi seveda izgubili denar. So pa mogoče malo bolj strokovnjaki v tem, kar res znajo mogoče bolj podrobno razložiti, kaj pa je dejanska vrednost Bitcoina oziroma iz česa so to določili. Je pa verjetno bolj kaj ne to povpraševanje. Več je povpraševanja, več ljudi kupuje, bolj gre cena gor. Oziroma obratno seveda. No, si rekel, ko bo kriza, da bo šlo dol, lahko gre tudi gor. Rečemo, zlato gre gor, kaj je kriza. Zdaj, zanimivo je tudi ti spoznaš tisto, ko so bili tiste tulipane, ki so prodajali na Nizozemskem, ne vem, pred 100 letem ali koliko, se cena dvignila na nenormalne zneske, to je bilo vse umetno, v bistvu, čeprav ni bilo nič tisto redno, samo ljudje so to verjeli. Jaz sicer to ne razumem, ne vem, jaz moram po pravici povedati, da ne poznam dobro, ampak jaz le vidim same negativne stvari. Prvič, elektrika celka ponuca. Ja, dejansko. Hišo moraš ti po zakonu izolirati tuk in tuk zato, da ti ne zgubljaš energije. Čeprav jo ti plačaš, ti zakon ne pusti, da boš ti preveč energije, da ti bo čez steno šel. Tukaj se pa kar elektriko porablja na polno. Pol še slabš, ne vem, financirajo se lahko razne teroristične organizacije, razni lopovi, mafije lahko to prenakazujejo si brez problema. Tako da jaz vidim same minuse. Eni pa v to tako verjamejo, da ne vem, jaz vem, da sem starejši, da me na enih zadevah cajt povozil, tako da dostikrat vprašam koga, če mi zna to razložiti, čisto lepo ga vprašam, pa mi noben ne zna čisto dobro razložiti, zakaj bi Bitcoin mu to vrednost, ker ima. Ja, kakor sem se rekel, jaz to pač itak nisem strokovnjak, v tem je to laično, tu pa tam malo spremljam, zdaj mislim, da je Bitcoin, da je $102,000, mislim, da je celo cena šla, ali pa tam nekje, ampak je to težko, ker je to spet, to je neke vrste digitalni denar, ki se pa lahko, kako si rekel, vse se lahko zgodi. Sem pa prepričan, z enim prijateljem so se pogovarjala, ki je bil Bitcoin še tam okoli 30, ali pa ne, celo na pole, enkrat celo na 15, pa ene 2 let nazaj je bil samo okoli 15, So rekla, to bo šlo sigurno gor. Zato, ker psihologija ljudi takih, enkrat je bil že 70, zdaj je 15, sigurno bo enkrat šel gor, do te. In moja napoved je tako čist, jaz mislim, da zdaj nad 100 ne bo šel kaj bistveno gor. Mislim, da bo en padec sledil, pa bo pa spet en cajt zatiže, pa enkrat bo pa spet skočil. Tako jaz mislim. Sicer ga nimam nič, nobene kriptovalute, ker se mi zdi to preveč stresno in tudi tisti, ki zaslužijo s kriptovalutam, ne bom rekel, da je to lahko zaslužen denar, to je zelo težko zaslužen denar, ker tudi poznam ljudi, ki mi je en razlagal, da se po noč 3krat zbudi, pa gre tečaj pogledati. Pa takrat, ko je dober, ga je lušno pogledati, ker pa tole gre, ga pa ni. Dejansko nobena stvar v življenju ni lahka, sploh pa posel, pa kakršen koli že je, to potegne določene stvari za sabo. Kakor se mogoče sploh v kriptovalutah zdi zelo lahko zaslužen denar, ampak tako, kot si ti rekel, da temu ni tako. Kaj pa to zadevo poznaš, sigurno je poznaš, ko je takrat Elon Musk kupil Bitcoine, pa najavil, da se bo Tesla dalo z Bitcoinom kupiti in takrat je gor šlo nenormalno. Potem je pa on te Bitcoine prodal, zaslužil, ne vem, 2 milijarde pa pol. Tesla se ni dalo z Bitcoinom kupiti in ne boš verjel, in tole presežem na karkoli, ko je Elon Musk kupil te Bitcoine in je šlo se to gor, sem se z enim prijateljem pogovarjal. In prav, to je igra Elona Muska, on bo prodal pa zaslužil. In točno tako se je naredilo. Tako da je to dobro videl. Ampak po drugi strani, če
pa ti sam mal pameten, ne? Pa lahko ti to mal spremljaš, pa tudi zajahaš neki val ta prav, pa lahko fino zaslužiš. Ne? To je pa spet, kot so že prej govorili, ja, da dejansko je to trdo delo, ti moraš biti dejansko, stalno moraš spremljati te novice, recimo, vem, da nekateri so kar zelo dobro zaslužili, ravno zdaj, ko je bilo v Ameriki s temi obrestnimi merami, ki so pričakovali približno, ker so imeli zelo visoko obrestno mero, bo jo znižali ali ne. Pa tudi vem, da so nekateri zelo veliko zaslužili ravno zdaj, ko je Trump zmagal, ne, ko on je zagovornik in se vidi, koliko je šla cena Bitcoina v momentu gor. Ne. Ampak ja, to je spet trdo delo. Ne. Dobro, lahko se ti malo serija, pa malo srečo, ampak te, ki orang služijo, imajo to res, praktično delajo cele dneve samo to. Ne. Jim je to posel. Ne. Je to posel, pa težak posel. Pa težak posel, ja. Živčen posel. Živčen, ja, dejansko. Recimo, tako, kot si prej rekel, da se po noči 3-krat zbudiš, pa da greš gledat tečajnico, to je zame osebno nepredstavljivo. Je pa spet verjetno po drugi strani, če imaš ti kar nekaj jurjev, pa da od tega zelo dobro služiš, mogoče spet drugače gledaš na to. Ne? Poznam pa 3 osebe in jih zelo dobro poznam, ki so pa kar nekaj zaslužili z trgovanjem. In vsi 3 pravijo, da kriptovalute so čista nategancija, da vrednost je samo to, kar ljudje verjamejo, in oni delajo predstavljajo si, kako psihologija ljudi delajo in na osnovi tega pol zaslužijo. In dobro zaslužijo. Noben pa ni to na dolgi rok kupoval. Čeprav tudi na dolgi rok se splača kupiti, ker tudi eno teh mi je rekel, Tomaž, kup kriptovalute, rekel, ker mladi vsi verjamejo v kriptovalute, pa noben ne bi nič delal, pa vsi bi bili kriptomilionari, in rekel, to bo šlo sigurno gor. Zaradi tega, ne zaradi kaj drugega, ne, tako kar rečeš, Krka letos dobro prodaja, pa bo šla cena delnice gor. Tle ni te logike, ne. Tako da verjetno se da zaslužiš, če si malo pameten, drugače pa tudi zelo zanimivo. Enkrat mi je razlagal, da igra poker, ni igra na srečo, ampak da je umska igra. Sem rekel, jaz to ne zastopam. No, pa sem bil po družbi nekih šahistov, ki so bili res dobri šahisti. En je bil celo državni prvak Slovenije, oni so vsi s pokrom služili. In si so rekli, da ne srečo, to je zato, ker so tako pametni, ker šahisti so malo pametni, poprečni ljudje. Ne? In oni imajo to tako naštudirano, on točno vidi, kako en človek igra, ga prebere. Tudi je rekel, en mi je razlagal, da točno ve, ali ima na drugi stranki online, ali ima Arabca, ali ima Američana, ali ima Azica, ker ima vsak mal svoje navade, pa tako naprej. Pa vejo, s kom morajo igrati, vejo, s kom ne smejo igrati. Ne? Tako da to, kar mi je... imajo do potankosti. Ja, tako, ker rečemo, mene tist, rekel, poker igrati me čisto ne zanima. Ampak mi je pa ta vse to razlagal, rekel, wow, lej, tu vse, kar si mi povedal, tudi pomislil nisem, da bi tu neki grunto, ko me briga, ali je Azic, ali je Američan, ali je Arabec, ali kaj ne. Ampak kam je to vse naštudirano, ne, tako da ne moreš verjeti. Spet jemljajo to kot posel, ne, in so se... vrgli v to in so se izobrazili v potankosti do tega. No, drugače imaš pa ti YouTube kanal, katerega je tema jeclanja, ne? Ja, tako je. To si verjeten, vse si povedal, si sam jecel in si to odprl. Kako si se to odločil? Ja, predvsem zato, ker sem zelo malo govoril o tem, oziroma, da se bolj popravim, včasih se je premalo govorili o tem, zdaj v zadnjih letih se malo več govori o tem, spet zato, ker so se ljudje malo spremenili, malo več poudarka na to. Takrat, ko sem bil jaz majhen, praktično, vsi so bili logopedi, tako kot so danes, pomanjkanje je bilo ravno takrat takšno, kot je zdaj, ampak takrat skupnost kot taka je zelo malo vedela o tem, sploh v osnovni šoli. Recimo takrat, če si jeclal, so te imeli
Malce te zajebalo. So tako zabavali, pa tudi predvsem učitelji so imeli to kot, so večinoma, no, ne vsi, ampak večina je to dojemala kot neko neznanje, ne, da se probaš malo ven spraviti, zdaj pa je boljšno, kar se tega tiče, kakor dobivam informacije. No in to, kakor sem jaz tebe tam po videih slišal, kakor si sam povedal, si včasih zelo jecal, tako da si to zelo popravil tudi s pomočjo neke logopedine pa to, ne. Sicer jaz temu pravim jeclanje, no, da te popravim, sicer imaš teh govornih moter, imaš več, ampak jaz si 15 let nazaj, oziroma bolje rečeno 20 let, no, jaz si takrat ne bi nikoli v življenju predstavljal, da bi takole lahko danes sproščeno govoril s tabo, tudi pa, ko vam malo verjetno govorilo o TEDx dogodku, to je bilo nočna mora, po telefonu govoriti. Že doma sem imel težave z ljudmi, ki so mi znani, edin, kar je bilo, da sem recimo v kopalnici pod tušem, ko sem pel, takrat sem bil sproščen, ostalo pa, mogoče, če sem 2 stavka povedal, ali pa bolje rečeno, takrat, ko sem bil res v najslabšem obdobju, če sem 2 besede povedal brez jecljanja, je bil to že uspeh. Zakaj pa pride do jecljanja? To še danes ne znajo točno določati, v mojem primeru je to malo tudi dedno, ker tako brat jeclja, pa zelo malo še oče, je pa nekje, kakor zdaj pravijo, da je nek zamik par milisekund med levim delom možganom pa desnim. Zdaj v Ameriki seveda predvsem to rešuje z nekimi tabletami, ki sicer mislim, da niso v redu. Obstaja na trgu nekih tudi par proizvodov, ki imajo ta eko varianto, torej zamik, ti slišiš, ampak jaz sem bil vedno mnenja, da če hočeš sebe, ne morem reči niti pozdraviti, no, ker to ostane vsem celo življenje s tabo, ampak tako, da se lahko kontroliraš, moraš delati na sebi. Je pa tako, kot posod, kakšne metode ne odgovarjajo. Meni je tako, jo imajo v društvu Vilko Mazi, to je društvo za pomoč osebam z govornimi motnjami, meni je to super pomagalo in kakor vidite, lahko čisto brez problema govorim. No, na TEDxu si tudi nastopil, ne? To je bil, dejansko je bil na mojem tako imenovanem bucket listu. Zdaj ne vem, ali to neka energija deluje v vesolju ali ne, ker je bilo zelo zanimivo. Ravno preden so me dejansko sploh povabili na ta TEDx, ker to je sicer cel postopek, ampak jaz sem mogoče 14 dni prej me zanimalo, kako so pa govorili ostali ljudje po svetu, kar se tiče jecljanja. Jaz gledam par posnetkov in dobim potem mail, da sem vabljen, potem je šlo to čez prve pogovore in potem naprej, da smo določili, kaj pa kako govoriti. In to je bil meni super dogodek. To je tudi dosežek. Jaz sem sicer upal, da bo več ljudi, no, kar je sicer za mnoge tudi, ki še vedno jecljajo, ali pa so tudi vsem dobri govorci, tako kot jaz, sem nastopil v narekovaji samo pred 700 ljudmi, no. Ampak meni je bila to super. To ni malo. Meni je bila to super izkušnja. Tukaj moram pohvaliti, je bila ekipa TEDx zelo v redu, zelo so pomagali. Moram tudi sicer tudi javno izpostaviti, no, meni je zelo veliko pomagal Boštjan Romih, z nasveti, na splošno samim nastopom, tako da in to mi je dal še dodatno samozavest. Je pa pri nas, ki jecljamo, zelo pomembna samozavest. Takrat, ko ti ne gre. To je tudi glavno. Ker je to tak začaran krog. Če ti slabo govoriš, nimaš neke samozavesti, greš samo navzdol, medtem, če je pa obratno, si pa lahko takole, kot jaz, ali pa saj podoben tako, kot jaz. Je pa vedno dobro imeti enega vzornika. Jaz moram povedati, da sem imel v tem društvu enega vzornika, takrat, ko sem prišel, ki je zelo lepo govoril, ki je bil tudi, mi je imel kar velike težave, ima svojo firmo, ima vse in je zelo v redu, da imaš nek dober govorni vzor, tako bom temu rekel. Drugače sem tudi jecljal, pa moj brat tudi.
in sem hodil k logopedu. Ampak meni se ta jecljanje nehalo tam nekje 4. razred. Bratu pa ne. Brat je mu pa tudi še kasneje težave in on je mu pa to, on kar ni mogel besede vendeti. Nekar tako delal, ne? Ampak zdaj je tudi brez, čeprav se mu je tu, on je tu po Poljši, ki je v srednjo šolo hodil, se mu je tu dogajalo. Tako, kdaj je mal zatrokiral, bi rekel, ne? Ampak zdaj pa čist normalno, ne? Tako da je, pa tudi, dobro, so oba 2 logopedov hodili, ampak tudi tam belka zva bila majhna, pol se pa kar to nekako upustilo, ampak ne, pri meni se ni upustilo. Jaz sem začel lepo govoriti, nisem imel več teh problemov. Tako da poznam mačkam to zadevo, no? Mal na svoji koži, mal na bratovi, tako da... Ja, je pa tako, da ja, pri nekaterih pri otrocih, no, to izveni, je neko obdobje, kar se lahko jecla, potem izveni, zdaj pa spet odvisno potem, kasneje, zdaj, koliko ti jeclaš, pa koliko ti to moti, predvsem, koliko si ti rekel v tvojemu primeru, je šlo to pa počas ven iz tebe, kako bi temu rekel, za določenih stvari, je pa tako, kot si rekel za brata, pa sploh v srednji šoli, da je to recimo kar značilno pri nas jecljavcih, ki se zamenja neko znano okolje v neznano. Smo ti prehodi, osnovna šola, recimo srednja ali pa srednja fakulteta, znajo biti zelo težave. No? In jaz sem ravno takrat, ko sem šel iz srednje šole na fakulteto, takrat sem doživel neko to dno, kar se tiče mojega govora in seveda samo podobe. In kaj to pomeni, rečemo, kad doživiš? Mislim, kako zgovor si se to, si posod mu probleme, kako je to izgledalo, če malo to pišeš? Jaz sem dejansko čist posod probleme, če v osnovni šoli še nekako šlo, čeprav se nisem javljal za mogoče starejša populacija, pa tudi se spomnil, smo imeli pluse, minuse in če si nabral 5 plusov, mislim, da si dobil 5 ali kako je že bilo, pa sem vedel snov, pa se nisem javil, imel sem jaz strašanske probleme pri branju, ker večinoma sicer niti nima, no, ima bolj pri spontanem govoru, zdaj to, kar se je bilo naučeno, sem še nekako speljal, medtem, ko je bilo pa to, ki je šlo postopoma na slabš do obdobja fakultete, jaz sem takrat bil praktično čist, sem sam sebe izoliral, no, ven praktično nisem hodil, prijatelj sem imel dejansko zelo malo, bil sem čist tak dost nesocialen človek. To je sigurno največji problem, pa tudi, ko mlad fant malo te punce začne zanimati, pa tako naprej, ko si že itak misliš, da si najbolj smotan, vse najslabše, pa imaš pa še to, ne, je siguren, ni glih lušno. Ne. Je pa predvsem tudi značilnost nas, kaj je clamo, da v bistvu sebe vidimo še toliko slabše, kot smo navzven. Pol, ko to malo dojameš, ja, da kakšnim puncam se recimo zdaj to prav simpatično, pa bi lahko pristopil, pa se pač nisi upal. Si to je tudi pri javnem nastopanju, ne? Vsak misel, da slabš zgleda, pa da je njegov glas grd, drugi pa čist drugače vidijo. Ne? Tako da to sem jaz zase zmeraj mislil. Pol je pa enkrat Smiljan Mori na enem seminarju sem bil je rekel, da pač je to so znanstveno dokazali, da koliko ljudje, ne, da mislimo, koliko je naš glas grd, koliko smo mi smotani zavedati, ampak to sami sebe tako vidimo, drugi nas vidijo pa popolnoma drugače. In jaz tudi prvi video, ko sem ga na YouTube objavil, jaz sem se prav, to je bil tak stres, sem pričakoval plas kritik, bilo pa kontra pohvale. Ampak to je bilo leta 2014, mislim, ki je tudi kdo objavil, da ne se je bolj normalno, da greš ti pred telefon, pa to, ne. Tako da sem pričakoval čist polom, pa take pohvale, ne. Sta se še zmeraj mene 2 najdla, ki sta pokritizirala, ne. Ampak vse, ne, tako da zato jaz pravim ljudem, če kdo razmišlja, da bi rad kaj posnel, pa da ne zato, ker misli, da ni, pa da ni njegov glas. Ni človeka, tudi če imaš malo drugačen glas, ni čist nič narobe. Ja, se pa to pritegne ljudi, mogoče je to plus, ne. Meni je, jaz imam za YouTube enega svetovalca, ki me seveda tudi spremlja,
Ampak to je človek, ki res pozna YouTube, pa vse te zadeve, je s tem YouTubeom kar resen denar v tujini naredil, pa to, ne. In me doskrat ljudje piše komentarje, ta dolenščina, pa to pa ne, tret, ja. ne, da me je zoprno poslušati, ne. In ta pomen prav, Tomaž, vidim te komentarje, ti pisaš, da noš ti slučajno kaj zdaj hotel zaradi tega svoj glas spremenjati, ne. Je rekel, tebi je to plus, ko te bojo ljudje potem poznali. In enkrat pol, nekaj časa po tistem sedim v enem lokalu, odzad en drug sedi in ostane, pride okoli, prav, sem vas prišel pogledati, če ste Tomaž Gorec, ker sem vas po glasu spoznal. Ja. In to je dobro, če neke take zadeve delaš, ne, tako da... Ja, pa dejansko moraš biti ti, no. Dejansko si tebe tudi, zdaj, ko te že nekaj cajta spremljam, jaz se tebe ne predstavljam, da bi ti nekaj govoril v nekih okvirih, tako neko lepo slovenščino, tako pač ti si, kar si, tebi to odgovarja in zato tudi pritegneš določeno število ljudi, določen krog ljudi in to pa itak najbolj pomembno. Ja, da pač, nekaterem pa tudi niso všeč, pa tudi ne seveda, bo, se to zato pa se svet normalno, poda. ja, in pač važno je, da imaš tak krog ljudi, ki tebe spremljajo zaradi tega to, kar si. Je pa še eno, da se malo še navežem na eclanje, recimo, mogoče meni je bilo toliko lažje to vse izpeljati, pa to, ker res obožujem to. Mogoče je to zelo redko za ljudi, ki eclajo, ampak meni je to super, YouTube snemati, tole danes je tudi super izkušnja, strah me ni bilo, imel sem pa mogoče malo te treme, pozitivne, ker to tako mora biti, ampak ja, bil sem na, ko so rekli, že na TEDxu, sicer tudi ne vem, če si pogledal, jaz sem bil že leta 2011, sem bil tudi na svetovnem kongresu o eclanju, Ne, to pa nisem. sem predstavljal Slovenijo, jaz sem takrat upal, da bom bil v ta glavni dvorani, pred tudi 500-600 ljudi, sicer na koncu je bilo samo 10, ko so me dali v eno tam mehno dvorano, ampak ja, super izkušnja, super izpelo, sicer v angleščini, no, kar mi je predstavljalo malo problema, Siguren. sploh v tistem obdobju, ampak sem spelo, no, ker sem imel kar naučen govor, se pa recimo njim se je zdelo čudno to, kar je recimo v tem društvu dajo poudarek, da so vsi vključeni, torej partner, starši in vsi, medtem ko to v tujini je to kar nepredstavljivo, je boljše ta sistem, ali pa tako, kot si ti. V ambulanto se hodil, tukaj narediš vaje, mogoče doma in fertik, ne. Tukaj smo pa pač vsi vključeni in vsaj meni pa tudi kar dosti drugim je to pomagalo. No, super. Ti kako pa na YouTubeu bolj redko objavljaš, lahko kaj bolj pogosto pričakujemo? Ja, zdaj lahko seveda, zdajle sem si kar vzel malo pavze, moram iskreno povedati, predvsem takrat, ko sem to govoril o teh skemih, je to mi toliko časa vzel, da enostavno nisem imel časa za druge stvari, pol vmes sem še zdaj službo zamenjal, da se je malo to zdaj stabiliziralo, tako da bom zdaj, sem dobil malo elana, baterije sem se napolnil, tako da bo zdaj malo bolj pogosto bilo posod. Ker ja, ljudje nimamo občutka, koliko to časa vzame, ne? Ker ti moraš le preveriti neke zadeve, ne moraš kar nekaj govoriti, pa se bo pa izkazalo, da si pa od 10 stvari eno narobe povedal, kar je na hitro, ne? Seveda. Tako da je to kar problem. Jaz sem 2 knjige napisal, to moje ta zadnja, pa še eno o SEO optimizaciji in moram reči, to zadnjo je bilo, ker so zgodbe moje, to samo pišeš. Ja. To je letelo brez problema. To prvo sem mogel pa preveriti, čeprav sem bil 99,9% za ene zadeve, sem rekel, raj preverim, da ne bi slučajno, kaj ti pa tudi najbrž podobna izkušnja, moraš malo preveriti zadeve. Ne, seveda, ja, kakšne stvari moraš preveriti, ja, da izgledaš oziroma da imaš neko kredibilno zadnje, ne, ker kakor pa izgubiš kredibilnost, se pa fertik, ne. Pa lahko delaš še tako dobre videe, pa produkcija pa to, ampak temu ni tako, no, ker je pa dejansko vsaka se hoče s tem ukvarjati, tudi če kot hobi, zdaj, ko si rekel, zdaj lahko že s telefonom posnameš, važna ideja, se pol produkcijo nadgradiš, koliko imaš tukaj le studio, sicer gledalci ne vidijo tega, ampak to počasno nadgrajuješ, ne, ko ti finance omogočajo prepoznavnost in tako naprej, najlažje pa pač telefon začeti in
če dobiš svoj krog ljudi, ki te gledajo, super, če pač ne, si pa saj probo. No. To drži. Jaz to pravim, če ne probaš določenih stvari, niti ne moš vedeti. Ne. Kaj smo ti po izobrazbi, da znaš angleško tako dobro, da si šel v angleščini predavati? Jaz sem diplomirani upravni organizator. To je upravna fakulteta. To je bila sicer še včasih, ki je bila višja šola za upravo. Sicer ne delam sploh v tem poklicu, ker ravno takrat, ko sem jaz končal s fakulteto, je javna uprava čisto zaprla pipca in pač doma so rekli, 1 let ti damo časa, te bomo mi živeli, pa pač pej delati, in sem šel pol računalniške vode, prevozništvo, zdaj sem pa pač lahko bi rekel, v eni pisarni v bančnem sektorju, da je temu tako reči. Lepo. Kaj pa bereš, kaj knjige? Sicer zelo redko, moram reči. Ko da tale nova knjiga, ki sem jo podaril, vidim, da je zelo debela, ker jo imam tam gor, ampak sem si sicer že prej pogledal, ko imaš objavljeno na svoji spletni strani poglavja, so zelo zanimiva. Če ne pa tisto, kar sem prebral, bolj me take stvari zanimajo, malo bolj zgodovinske, to nazadnje sem sicer že nekaj časa nazaj prebral od Mojce Širok o italijanski mafiji, take stvari me bolj zanimajo. No? Sicer me je tudi dostikrat zanimala psihologija, nisem se pa resno spravil, no? Tako da imam pa tudi to plan, da mogoče bolj ta področje majčkeno bolj zagrizem. Psihologija je dobra, jaz ti predlagam Dan Ariely pa Malcolm Gladwell, dva moja najljubša avtorja, imaš tudi prevedeno v slovenščino, sicer te verjetno tudi angleščina ne dela probleme, jaz lahko sem v slovenščini berem. Dobro, razen te strokovne knjige, vse preberem, kaj je v angleščini, ampak to mi je pa lažje, ker že malo vem, kaj bo pisalo, tako da to lahko tako pa ni šans, tako da to je zelo dobro. No, moja knjiga je pa res debela, so pa črke niso čisto majhne, ker sem rekel, sledilce imam mojih let in se vidiš, sem zelo slabe volje, nekdaj, doskrat dobimo knjigo v roke, ki jo z očalem težko bereš. Tako da sem šel mačken, niso zdaj ful velike, da ne bo narobe razumel, ampak normalne, bom rekel, normalne črke ali pa za malenkost malo večje. Tako da zdaj mi glih en sporočil, da je v 24 urah prebral. To pa je podvig. Ja, sej, če padeš noter, veš, je rekel, da je noter pol, da sem bral. Jaz sem tudi bral od ene, ki sem naredil podcast, je tudi na kanalu, Katarina Keček, okupatorjeva hči. Pa ne bi šel to knjigo brati, če ne bi nomu kot gostjo. Ker sem jo pa kot gostjo, sem pa mogel brati. In ko sem začel to knjigo brati, vem, da ko sem začel brati, sem imel 1 uro pa 20 cajta, ko sem šel pa na trening boksa, malo občasno treniram. Jaz sem že kar razmišljal, ne na trening, šel tukaj je knjiga dobra bila, tukaj je noter bila in sem se dobesedno veselil naslednjega dneva, da jo bom naprej bral in sem je tudi rekordno hitro prebral, no pa res dobra knjiga, moram reči. Mislim, po njej bi mogel posneti film, sigurno, kaj je to vse doživela, ne moreš verjeti. Tako da in sem dobil veselje do branja, tudi zdaj sem na Azorih bil, sem pa na avionu prebral knjigo Mlad in neumen. 10 strani mi je ostalo, to še moram. Na avionu bral, prav užitek mi je bilo, tako sem dobil, včasih sem, v srednji šoli nisem nič bral, pol sem dobil vesele, pol sem malo manj bral, ker nisem v časa, ampak zdaj pa vidim, zdaj sem pa spet en vesele dobil in se rekel, moram brati, ker je to res dobro. Pa verjetno, da je to dobro, malo že zaradi možganskih celic, pa da obzore razširaš. Nauči se to, da je to nekaj neverjetnega. In včeraj sem se tudi z enem pogovarjal, so rekla, smo manj začeli brati, ker je to teh YouTube podcasta, pa to poslušaš, veliko lažje v avtu si vržeš, tudi to, jaz najbrž, ne vem, če še kdo v Sloveniji toliko podcastov preposluša, tako da jaz vse spremljam v končni fazi. Tudi, ko grem na kakšen potovanje v Bosno, pa imam 10 ur vožnje, 10 ur, tako da mi takrat, kdaj
ne pogledam vse, grem pa enkrat na potovanje, pa če se veliko vozim, pa vse preposlušam, mi pa zmanjka vsega, ne, tako da je to dobro, ampak so s tem kolegom mnenje, da je knjiga pa še zmeraj knjiga, tako da moraš da je pa tudi knjiga v roki. Ja, zdaj, kot so napovedovali knjigi Črno prihodnost, takrat, ko se ta digitalna storitev YouTube in vsi ti to krešira, ampak je še kljub vsemu vedno to. Vse ni izumrlo. Imaš mogoče tvojo najljubšo knjigo, je to ta o tej italijanski mafiji? Ja, do zdaj, kar sem prebral, ja, dejansko, ki pač opisuje, kako to delujejo, te mafije, kako se od same zgodovine do konca, tako da zaenkrat je to ta, no, polkam pa tudi prebral tvoje, bo pa mogoče bila ta najbolj zanimiva. Bom zelo hvaležen za mnenje, pa upam, pa naj bo iskren, ne? Ja, seveda. Drugač pa, no, hvala ti, ko si prišel. Hvala ti, ko si prišel. Jaz upam, da boš to še naprej delal. Ne razumem tudi, zakaj mediji več ne naredijo na tem področju, ki imajo le malo večjo moč kot ti, ne? To je zelo zanimivo. Ja, ker, rečemo, to je za državo zelo slabo, da ta denar ven odteka, ne? Ja, seveda. Van kon 400 milijonov, ne? Ja. Ljudje se ukvarjajo, ne vem, neko firmo prodajamo tujcem, ne? Ampak firma še zmeraj tale ostane. Delajo Slovenci, vse ne. Ampak to, ko gre pa 400 milijonov ven denarja, to se pa ne sekiramo. Zanimivo, ja, da res te glavni mediji praktično ne govorijo o tem. Zelo malo, premalo. To je prva plat. Druga plat je, veš, koliko je ločitev zaradi tega? Koliko nesrečnih otrok, ki so se starši ločili zaradi takih zadevih, ker to zgubiš, se začneš kregati, žena prav, pa sem ti rekla, da ne, ti si pa to ustrajal ali pa kontra. Ja, seveda, ne. In tudi, če ti zgubljaš, si tečen, si razdražen. Jaz zdaj doma jim kar rečem, ne, me mama, ki sprašuje, pri starših živim še, mati ne me sprašuje, zdaj sem slabe volje, živčen, imam ene probleme, bom tečen, zadirčen nazaj, pust me primer, pa stvar tako. In takrat ne moreš ti biti dobre volje pa prijazen, če te neki festijeve ena taka zadeva, ne, tako da... Vsi nismo stroj, imamo vse svoje občutke, čustva. Ja, tako da ti, ki si prej rekel, če si sam enega prepričal, da ni v to šel, si dosti naredil, ampak jaz mislim, da si jih ti mnogo več prepričal kakor enega, tako da upam, da bo še naprej delal. Jaz bom z veseljem pogledal. Sem, moram reči, vse tvoje videe že sproti gledal, no zdaj, ko sem se pa na to pripravljal, sem išel pa še enkrat, na TikToku sem šel še enkrat vse pogledat, ne, tako da me malo spomnim pa tako naprej, tako da res ti vsaka čas za to, kar delaš. Pa upam, se bo čez kakšen let spet srečala, ko bojo kakšne nove teme, nove prevare in tako naprej, ne, tako da hvala, ko si se oglasil. Vam gledalci pa hvala, ker ste si tole pogledali do konca. Napišite kakšen komentar. Aha, če kdo kaj vpraša, boš odgovoril na komentar? Ja, seveda. No, vprašajte kaj, bo odgovoril, te bom jaz spomnil, ni treba tebi skrbeti, da skozi gledaš, pa seveda naročite se moj kanal. Aha, pa ti imaš tudi, kako se imenuje tvoje jecljanje? Jecljanje, ja. Jecljanje, jaz narobe rečem, ne. Jecljanje. Ja, se naročite na njegov kanal, pa na TikToku te najdejo pa pod Marko Knez. Tako je, tako da pejte, poglejte, zanimivo, no, tako da verjamem, da bo pa še bolj zanimivo, zdaj, ko boš praviš si nov zagon, da bo spet objavljal še več, tako da hvala, adijo. Adijo, hvala.